Najlepša hvala vsem, da ste prišli in Mariborski knjižnici, da me je povabila. Čeprav je že od tega potovanja kar nekaj časa minilo, ne, pravzaprav 5 let, tako da je v bistvu to tudi verjetno zadnja predstavitev ali pa v bistvu eno potopisno predavanje tega mojega potovanja. Tudi knjiga, res je, na podlagi vseh teh blogov sem potem tudi malo spremenil pa prepisal in strnil, pa niti ne toliko strnil, ampak v bistvu vse skupaj zložil v knjigo, ki je Jan, ki pa je danes nažal nimam s seboj, vas pa vljudno vabim, tisti, ki je še nimate, tam vem, da nekateri zvesti bralci že imajo, na spletni strani založbe Didakte lahko tudi dobite. Res je v bistvu službo obesil na klin, pa takrat niti nisem razmišljal, da sem pravzaprav službo toliko obesil na klin. Me je pa marsikdo spraševal tudi od sodelavcev, ne, jaz sem bil takrat zaposlen na nacionalni televiziji v informativnem programu, služba za do konca življenja, ne, če lahko tako rečem, in se je marsikdo spraševal, zakaj sem dejansko dal odpoved in šel potovat. Ena stvar je bila popolnoma birokratska, da ni šlo drugače, kot da sem dal odpoved, ker sem šel potovat za 1 leto. Druga stvar je bila pa taka, jaz sem rad takrat delal na televiziji in vse, ampak že nekaj let prej je v meni rasla taka ena želja, da bi šel na eno daljše potovanje. Jaz sem vedno prej tudi veliko potoval, ampak to so bile pač tako, ne vem, enotedenske, 14-dnevne, enomesečna potovanja. Vedno se mi pa je zdelo, da se v človeku nekaj premakne, pa da se v človeku zgodi nekaj, da doživi nekaj drugega, če gre potovati za dalj časa. In še zdaj se živo spomnim, kako sem se včasih peljal tam proti RTV-ju mimo protestantske cerkve in je na kolesu in je veter pihljal in jaz sem že tako si predstavljal, da bom jaz zdaj šel, da bi ta želja potovanja bila tako močna, da ko je veter pihljal, sem si jaz predstavljal, da sem v bistvu res že v avtobusu nekje v Nikaragvi in je okno odprto in veter piha in sanjal sem že potovanje in tako naprej. In v enem trenutku mi je v bistvu bilo jasno, da bo treba iti ali pa se pač odločiti, da ne grem in zdaj, ko gledam, hvala Bogu, sem zbral ta pogum in odšel na to potovanje, ker v resnici ni to toliko povezano z denarjem, dobro, fajn je, če imaš nekaj denarja, ne boš zdaj ravno stradal, ko boš hodil okoli, ampak predvsem jaz mislim, da je to povezano s pogumom, da v bistvu pustiš neko službo, lagodno življenje, tudi prijatelje, konec koncev za nekaj časa doma, starše, ne, svoj dom, svojo sobo, pač tam, kjer živiš in se v bistvu pač odpraviš v neznano in to v bistvu sam in še vedno pravim, da je to, da sem šel sam, tudi bila ena boljših odločitev, ker si primoran v bistvu v komunikacijo z drugimi ljudmi in na ta način veliko ljudi spoznaš, čeprav se ne, da bi bila meni komunikacija pravzaprav tudi v družbi kakšna težava. No, in potem sem en dan sedel doma, ena kolegica Anja je rekla že, ta je že 1 mesec doma, tam ne bo nikamor šel in sem si vzel računalnik, sem rekel, kam bi šel, to je en tak lep občutek, ko si pred računalnikom in odpreš Google Earth in rečeš, kam bi pa šel in začneš malo gledati. In je bila v bistvu Mehika, sploh ni bila neka izbira v smislu, da bi pa jaz si to zdaj imel, kam bi si želel, ampak preprosto, slučajno sem videl, da je karta ugodna, v Latinski Ameriki je lahko potovati, ker ni potrebnih viz, ne, za prehajanje meja, ne, kar je dosti lažje, da si ne rabiš te zadeve naprej urejati. In sem kupil in čez 9 dni sem bil na letalu za Mehiko, za polotok Yucatan v Cancún in ta v bistvu fotografija, mislim, da je nastala kaka
2 dni potem, ko sem priletel v Cancún, vidite, da sem še obrit, da je klobuk še cel, da je tudi barve, ne, oblačil so tako vse je še dišalo po maminem pralnem stroju, ne, in tako, ne. In takrat sem v bistvu mislil, da bom jaz štopal, ne, saj, ne, pravi popotniki štopajo in tako naprej. In pol sem v bistvu čez en čas videl, da s tem štopom ne bo nič, ker me noben ni hotel pravzaprav pobrati, ne, in čez čas sem ugotovil, da pač v Mehiki, če tako narediš, prej ustavijo, kot pa če narediš tako. Tako da, v bistvu ena izmed prvih stvari, ki me je res fascinirala, v Mehiki, je bilo v bistvu arheološko najdišče Calakmul. To je v bistvu tako bom rekel, mi, ko smo tako evropocentrični, ne, si marsikaj, kar ne vemo, si ne predstavljamo, da ne samo, da so vse povsod tudi v Afriki ali pa kje drugje, veliko, veliko pred nami, ne, obstajale dosti bolj napredne in velike civilizacije, ne. In na primer, to je 45 metrov visoka piramida, ne, v Calakmulu jih pravzaprav ni tako turistično obiskano, celo lahko greš gor, ne. In to vse, kaj vidite, je bilo nekoč mesto, ne. In to si morate predstavljati, da je bilo to recimo v 5. stoletju pred našim štetjem mesto za 50 tisoč ljudmi. London, ki je danes 10-milijonsko ali pa več mesto, na primer je leta, ne vem, 13. stoletju imelo mogoče 20 tisoč ali pa 40 tisoč ljudi, ne. Tako to je bilo Majevsko kraljestvo kače in v bistvu takrat tu res malo začutiš to neko posebno, pa neko magičnost recimo, no, ki jo nosijo vse te majevske, inkovske in azteške zgodbe Latinske Amerike, ne. In na enemu izmed, na primer, teh arheoloških najdiščev, ne, Tenochtitlanu, nekoč izjemno velikem azteškem mestu, na primer, je danes zrasla eno največjih mest na svetu in to je Mexico City, ne, ki ima, mislim, da skoraj 16 milijonov ljudi. Res mravljišče, no, ampak hkrati pa izjemno zanimivo mesto. V njem sem tudi obiskal eno prijateljico, ki je takrat Slovenko, ki je takrat živela v Mexico Cityju, da mi je v bistvu malo razkazala mesto, ampak kljub temu, da sem obiskal veliko, kar nekaj velikih mest, res teh metropol pravzaprav svetovnih, pa sem jaz še vedno, na primer, bolj zadovoljen v teh manjših krajih, ker na primer za ilustracijo, en dan smo šli na piknik in smo se 1,5 ure iz mesta vozili do prvega drevesa, ne, tako da je to kar, ali pa do prvega gozdička recimo manjšega, no. Tako da je to kar v bistvu eno drugačno življenje tam. Popocatépetl, izjemno lepa narava je v Mehiki in tudi okoli Mexico Cityja, ne, to je vulkan, kakšne 2 uri vožnje potem iz mesta stran. Zanimivo, z eno prijateljico Mehičanko sva šla hoditi in sva 2 uri hodila in sva potem v nacionalnem parku in sva srečala, mislim, da 5 ljudi. In potem pridemo na neko razgledno ploščad, kjer pa množice ljudi, ne. In potem sem ugotovila, se to, ko me je ona razložila, Mehičani neradi hodijo. Oni grejo vsepovsod z avtom. Kje se da priti, gredo z avtom. In potem se tam na veliko slikajo na teh, ne, ampak nikoli pa ne grejo peš, ker za peš se moraš malo potruditi in tako. Tako da niso ravno planinci, kar je pa, zdaj malo posplošujem, seveda, med takem velikem narodu marsikdo je, ampak je škoda, zato ker je Mehika ena izmed zelo zanimivih držav, tudi ker se ravno razteza med temi klimatskimi pasovi, recimo, ne, imajo pravzaprav vsega veliko. To je v bistvu ena, bom rekel, simbol, tako Mehika funkcionira. Vsi kabli, na koncu nekako funkcionira, pa če en ne dela, drugega prištekaš in to se mi zdi, da je tudi njihova družba generalno tako, kot deluje, tako, kot razmišljajo, so seveda, tako kot vsi Latinoameričani, so bolj, dosti bi rekel, ljudje improvizacije, no. Tako da to se mi je tako vtisnilo v spomin in sem tudi, mislim, da domov poslal in sem rekel, viš, fotora mami, viš, to je Mehika. Po Mehiki sem se odpravil v eno malo državico Belize na otoke Cape Cocker, se v bistvu reče, to je že v bistvu Karibi in to je v bistvu ena taka
mogoče ena slika, ki bi jo mogoče tudi videli kje na kakšnem plakatu, ne, kot reklama za te rajska otočja pa to in res je lepo. Res je lepo, je pa tudi res, da je pravzaprav vsaj ta otok recimo je prežet s turizmom, ne. In potem, ko prideš tja, v bistvu vidiš, da kakor si ti želiš biti nek popotnik, ne, in tak, ne, ker imaš rukzak, pa malo si raztrgan, pa poceni spiš v poscanem hostlu, ne. Res je bil poscan od mačk, smrdelo je ful. Pa v bistvu vidiš, da na koncu si za tiste ljudi, ki tam živijo, si pač številka in si pravzaprav turist, ampak je lepo biti turist na takem idiličnem otoku. Ena izmed stvari, ki me je najbolj impresionirala na tem potovanju, je bila Gvatemala, pa sicer niti ne toliko kot država kot taka, tudi sicer vse posod je bilo lepo, ampak ker sem prvič pravzaprav videl vulkan v živo, kako bruha. To je vulkan de Fuego, ki je še aktiven in jaz stojim, oziroma mi zdaj stojimo na vulkanu Acatenango, 3800 metrov visoko. In hvala Bogu, tisto noč je pravzaprav po domače rečeno lulat me je ponoči, ne, ker je bilo ful hladno, ne, bilo je tam skoraj blizu minusa in sem bil v tistem šotoru. In ti slišiš ta vulkan, sicer kako bobni, ne, ampak ko smo šli spat, je bilo še malo tako svetlo in tako naprej. In sem mislil, joj, pa da ne boš se zdaj polulal tu noter v spalno vrečo, da Jan ide ven in hvala Bogu sem šel ven, zato ker sem dejansko je takrat vulkan bruhal in sem bil en čas celo sam. In potem je prišel še vodič in smo 3 ure pravzaprav strmeli v ta vulkan. In gospod je rekel, da on vsak dan hodi na vulkan de Fuego, ampak se tega pogleda nikoli ne naveliča. Vsi ostali, ko so bili v skupini, so pa na žalost spali, tako da so drugi dan gledali samo posnetke z moje kamere, v bistvu, kako lepo je bilo ponoči in to je res, začutiš eno tako moč narave, v bistvu, ne, proti kateri smo mi pravzaprav nemočni, ne. Mi smo lahko v bistvu veseli, da nas ne pokonča. To je pa na vrhu tega spečega vulkana Acatenango, 4000 metrov visoko, je kar tudi že težava malo z dihanjem v bistvu, no. Na žalost pa je bilo na vrhu zjutraj, ko smo šli, je bila megla, ne, tako da ni bilo tega lepega razgleda, ki smo ga imeli ponoči. Sem se pa tukaj skoraj izgubil ponoči, zjutraj, ko smo šli dol, ker je taka megla, da v bistvu ne vidiš en meter pred seboj. Tako da to je bila kar ena taka lepo doživetje. Mi je pa žal, zdaj, ko gledam nazaj, da se nisem več mogoče šel večkrat na kake trekinge ali pa kakšne planine potem v Latinski Ameriki, sploh zato, ker so izjemno lepe poti, ker se lahko hodi sam, pa tudi predvsem organizirano, recimo čez džunglje in tako naprej. Ena izmed, katero drevo je, to ne vem, ampak me sama velikost pove, da je nekaj takega, kar mogoče pri nas ni ali pa redko kdaj vidiš. In ena izmed stvari je, jaz sicer nisem nek botanik, zelo slabo se na to spoznam, vem sicer, kaj je marjetica pa kaj je trobentica, ampak da bi pa zdaj prav tako znal zadeve razlikovati, pa sploh recimo, ko greš nekam drugam. Nekatere stvari, ki rastejo, so enake, nekatere stvari so pa popolnoma drugačne. Drevesa so, saj je gozd, ne, samo gozd je, drugačen gozd je, ne, kot je pri nas. Tako da to je tudi ena izmed stvari, ki bi se mogoče v kakih drugih potovanjih, ko se mogoče zdaj malo bolj zanimam, mogoče želel malo bolj poglobiti tudi recimo v ta neki naravni del teh krajev. Antigua Guatemala, to je v bistvu stara Gvatemala, eno izmed bolj turističnih, pa tudi recimo starejših mest v Gvatemali. Gvatemala je dežela, pravijo, da večne pomladi, ne. Vedno je tam okoli 22 stopinj, zdaj ne vsepovsod, ampak recimo tako fajn vreme, v bistvu bi rekli, glede na to, kako je zadnje čase pri nas poleti vroče, no. In tukaj sem v bistvu prebil potem nekaterih par dni. Tu sem še v bistvu potoval tudi dokaj turistično, še vedno s temi avtobusi, ki so namenjeni pravzaprav recimo bolj turistom, ne, in tako naprej, tudi zaradi tega seveda, ker so dražji, ne, imajo klimo, ne, je fajn in tako naprej, ne.
Ampak tu v Gvatemali se mi je pol zdelo, da Jan, veš kaj, zdaj, če hočeš ti to, kaj malo ljudi spoznati, pa tak ne, zdaj, če seš pa s temi turističnimi avtobusi vozil, ne, to ne bo. In sem potem začel en dan z temi lokalnimi avtobusi in takrat se je v bistvu začela odpirati Latinska Amerika. Tudi zaradi tega, ker sem se s časoma vedno bolj začel učiti, jaz prej nisem govoril špansko, zdaj govorim recimo pogovorno španščino do nekega nivoja, da se lahko pravzaprav kar dobro pogovarjam. In sploh tam potem na teh avtobusih, ne, Latinoameričani so taki, ne, takoj ko vidijo, da daš 3 besede špansko, že govoriš špansko in ti vse razložijo in potem dejansko ti lahko vidiš, kako ljudje živijo, kaj čutijo, kako je kakšna politična situacija, klima in tako naprej. In takrat se v bistvu potovanje začne, ne. To je na primer en taki avtobus, to stari ameriški avtobusi, ki so po mojem 20 let delali v Ameriki, v ZDA, pa bojo še enih 30 let odslužili v Latinski Ameriki. Po vseh avtobusih vedno nekaj prodajajo in to na vsaki avtobusni postaji, ki pač avtobusna postaja je pač kje ni, avtobus non-stop ustavlja in vedno pride en prodajalec gor, vedno pride en prodajalec dol in prodaja in stvari. Gor pride tudi kak župnik, recimo pa moli, ne, za dobro pot pa mu kaj dajo in tako naprej, ne. In to so v bistvu taki prodajalci, ki včasih vidiš, da se preživljajo, na primer tudi tako, pride nekdo in ima, ne vem, samo robčke, pa samo robčke prodaja. Ali pa pride s takšnimi kakšni pač bomboni ali pa kaj. Me je pa tukaj v bistvu zelo enkrat presunilo, ko je prišel pa en gospod z zelo bolanim, mislim, da sinom in je imel v bistvu tukaj na trebuhu neke velike izrazke, kot da bi, se sploh nisem mogel gledati, kot da bi bila ven pravzaprav neki deli organov in tako naprej in je prosil za denar, ne, zato ker takrat se pa v bistvu zaveš, kako srečo imaš, ne, čeprav danes, ko se ravno menimo o stavki zdravnikov pa stavki pacientov pa to, ne, ampak tistega otroka verjetno v tem delu Gvatemale noben ne bo operiral, ne, in bo pač do konca življenja tak, ne, pri nas pa se vse te zadeve uredijo bolj ali manj. To sicer izgleda, kot da sem tak izkušen surfer, ampak nisem v bistvu. To so pa v bistvu že obale Salvadorja. Salvador je država, ki je pravzaprav približno tako velika kot Slovenija, no. Skoraj enako, jih je pa malo več in se zadnja leta zelo se razvija turizem, čeprav po drugi strani velja za državo z največ umori na prebivalca, ampak ni to zdaj ravno tako, da se streljajo po ulicah, ne, če me razumete. In je pa res, da v teh latinskoameriških državah ima človek glede varnosti eno malo hecen občutek, ker vsepovsod je ogromno policije, do zob oborožene tudi in potem pravzaprav ne veš, zakaj je tista policija zdaj tam. A je tam zaradi tega, ker da te varuje in se zdaj počutiš varno, ali je tam zaradi tega, ker bo vsak čas prišlo do kakega, ne vem, streljanja, ne, in bo kak metek zalutal, tako da to je vedno malo takšen občutek, ampak sčasoma se pravzaprav tega navadiš in ne vidiš več, ne. No, in tu na primer na v bistvu na pacifiških obalah Salvadorja so v bistvu znane lokacije za surferje in je v bistvu jih je bilo ogromno tudi takih, ki znajo, ne pa takih kot jaz, ki smo se tam v bistvu malo afnali ali pa poskušali kaj naučiti. To je mogoče še en tak večerni utrinek iz El Tunca v Salvadorju. V Salvadorju je bilo tudi zanimivo, ko sem šel čez mejo, da je ta carinica nikoli ni videla slovenskega potnega lista in je bila prav vesela, ko sem ji povedal, od kod prihajam pa to, in si je celo slikala potni list, tako za spomin, da so verjetno doma povedali. In je potem, in lepo se počutiš, ko prideš peš čez mejo in ti da roko in reče dobrodošel v Salvadorju, Slovenec, ne. Tu smo se peljali po eni reki, mogoče kakšno urico do ene druge vasi, kjer je bil spet avtobus, skrita reka, mislim, da se reče Rio Escondido. In ena izmed stvari, ki je tukaj zelo zanimiva, zdaj če pazite mobilni telefon, ne, neverjetno je, kako vse povsod po svetu dandanes, ne, in
To bi lahko bilo na metroju v Londonu ali pa na avtobusu v Mariboru ali v Ljubljani ali pa na eni barkači skupaj z ribami in še čem v Gvatemali ali pa Salvadorju, ampak telefon je vse posodne. In moram tudi priznati, da je meni telefon potovanje izjemno olajšal, ker Google Earth, Google Maps deluje praktično vse posodne in res je, da brez tega telefona bi bilo mogoče, če bi šel 30 let nazaj, ko še to ni bilo tako razvito, ali pa 20, bi bilo dosti težje potovati kot pa danes. Predvsem zaradi orientacije. V vsakem trenutku veš, kje si, kam bi šel, koliko časa je do tam, kar je recimo v teh krajih zelo pomembno, kjer so ure zelo tako, ne veš, da bo prišel avtobus, ne veš, kako bo, in je fajn, da veš, kje si in kam greš. To je pa meni prehod v Honduras. V Hondurasu sem bil pravzaprav samo v glavnem mestu Tegucigalpi in Honduras je tudi velja za izjemno nevarno državo in predvsem se to kaže s tem, saj drugače na ulici ni tako, ampak predvsem se kaže s tem, da vse posod, kjer se karkoli prodaja, kjer je bankomat, kjer je kakšenkoli biznis, je oborožen varnostnik. Tam, kjer se toči gorivo, so oboroženi varnostniki z temi pumparcami oziroma, kako se temu reče, s temi puškami. Zvečer recimo, zvečer sploh za turista ni fajn, da najprej greš s hostla ven in kadiš na cesti, namreč v Hondurasu se v notranjih prostorih, tudi če so privatni kot hostli, ne sme kaditi. In če greš na ulico zvečer, te takoj opozorijo, da moraš priti noter, zato ker se lahko ustavi avto in ti bo nekdo skočil in bo potegnil nož in bo hotel imeti tvoj denar. In to se dejansko res dogaja, ni samo strašenje turistov. In tudi naš hostel, na primer, je imel dvoje vrat, tako kot ambasada. Ko se ena zaprejo, se lahko druga odprejo. Vse hiše normalne imajo bodečo žico, tako kot imamo mi na meji, imajo oni na hišah, zraven imajo pa še elektriko, tako da če tisto ni dovolj, pa te strese potem še elektrika. Tako da kljub temu se potem pač včasih malo vprašaš, kako svobodo življenja mi v resnici živimo, ker se v tej varnosti se na neki generalni ravni pač vsakodnevno ne ukvarjamo. V Hondurasu recimo pa se. To je en prizorček tam z središča Tegucigalpe, sicer tako brezskrbno vse skupaj izgleda, ampak je pa ni. Nikaragva, pot na Koruzne otoke. Koruzni otoki so v bistvu taki majhni otočki, dva sta mali in veliki koruzni otok, mislim, da je velik mogoče enih 10 ali pa 10 kvadratnih kilometrov recimo, ali pa majhen pa mogoče ene 3-4, to sta res majhna otočka in sem v bistvu z eno ladjo, z enimi ribiči, sem pač čez noč potoval na te otoke. Lahko bi šel z letalom, ampak se mi je zdelo, da bo bolj avanturistično, če gremo z ladjo in drugače ti pravzaprav dosti tam lovijo jastoge, je potem v bistvu kar znan vir zaslužka recimo za ribiče. In so me radi pa tudi vzamejo kakšnega popotnika s sabo, pa jim daš par evrov, pa te vzamejo in je mogoče malo drugačno doživetje. No, to je Pequeña Isla de Maíz, mali koruzni otok in to so v bistvu te pri nas, ko rečemo neke rajske plaže, v katerih mogoče vsak sanja, da bi se en dan zbudil pod tole palmo in je lepo, sploh za tiste, ki imamo ali pa ki imate radi peščene plaže, ampak ni pa vedno sonce, je tudi dostikrat malo oblačno, pa pol mogoče ni tako lepo kot na plakatih. So pa to dejansko res taki zelo, to je majhen otok, na otoku ni nobenih vozil, vse posod se prevaža s kolesi ali pa peš, s cizami na primer dosti vozijo kakšne stvari. To je na primer ena prodajalna, tako pač izgleda na otoku trgovina. Moram priznati, da kaj pametnega v teh trgovinah nimaš kupiti, zato ker pametnega v smislu, da bi ti lahko zdaj ful kakšne frišne zelenjave ali pa kaj takega kupoval, ni. Dosti imajo v bistvu
teh nekih sladkarij in takih zadev, vse, kaj je pa mesa ali pa česarkoli je konzervirano, zato ker je na otoku je namreč elektrika samo 4 ure na dan, in potem je pač treba imeti take stvari, ki zdržijo tudi na vročini, ne. To pa so že obale Kostarike. Kostarika je zelo, pravzaprav bi rekel, ena izmed bolj, če ne najbolj razvita država v Srednji Ameriki, poleg Paname recimo, no. In se to pač pravzaprav tudi pozna, tako recimo, ko z Nikaragve prideš, takoj opaziš in cenovno razliko, ampak tudi pri ljudeh, pri infrastrukturi, pri vsem, ne, da je to pravzaprav moderna država. In tukaj na teh obalah v bistvu sem prebil nekaj dni. Vsi vemo, da je v Latinski Ameriki recimo, ali pa da je Latinska Amerika ena izmed je izvor pravzaprav drog, kokaina. In na primer na teh obalah ti vsak dan mečejo, cel dan pravzaprav v hrbet, ne, kokain pa travo pa tako, ne, za izjemno nizko ceno, skoraj smešno ceno proti nam, in zato je tudi zelo razumljivo, da se dosti ljudi tam zatakne za 14 dni, pač pridejo za 3 dni, pa ostanejo 2 tedna, kaki tudi mesec, ne, zato ker začne čas teči bolj počasi. In tudi jaz sem se zataknil za 1 teden, tega v knjigi nisem pisal, ne, pa tudi v blogu, ne. Tudi jaz sem se zataknil za 1 teden in pol sem pa rekel, zdaj pa dovolj. In potem greš naprej. Predvsem so pa tudi turisti, recimo Američani, pa tudi Evropejci. Je pa, bi rekel, Kostarika kar lepa dežela za živeti, tako zelo so sproščeni ljudje. In njihov slogan je pura vida, čisto življenje, ne, kar je v bistvu ono hecno. V tem parku, nedaleč pravzaprav stran od teh plaž, je bil tak majhen rezervat, in ravno zvečer, ko sem hodil, skozi so bile opice, to so howling monkey se temu reče po angleško, jaz mislim, da je slovenski prevod vriskajoče opice. In zelo zanimivo je, ko se je že večerilo in takrat se zberejo in se skupinsko ščitijo pred plenilci. In to pomeni, da spleže, ne vem, enih 15 opic na drevo in ena daje signal, druge pa v bistvu dajejo glas. In bolj ko je tema, slišiš na primer, da ena zacvili in pol jih 15 začne delati in s tem se one branijo na ta način, da bi predatorji mislili, da je v bistvu nekaj velikega na tistem drevesu in jih ne napade in tako pravzaprav potem pač preživijo, ne, čeprav te so bile dokaj tudi udomačene, recimo, ker so pač navajene recimo obiskovalcev tistega parka, ki hodijo skozi. To je bil v tem hostlu Sex, Drugs and Reggae, ki sem že prej omenil, ja, so te obale Kostarike v bistvu malo povezane s tem, tako da tudi priporočam komu za kak teden, ne škodi. Tisti, ki ste starejši, se morda spomnite, da je v Jugoslaviji bilo včasih, ko je bilo pomanjkanje goriva, je bilo par-ne vožnja. No, v San Joseju, ne, to je glavno mesto Kostarike, je vsaj danes s tem, ampak je tudi takrat, je 5 let nazaj bilo tako, da dejansko vozijo par-ne, zato ker je enostavno preveliko onesnaženje v mestu, ne. In nima sicer pomanjkanja goriva, ampak zaradi onesnaženja pač imajo pravzaprav isti sistem, ko je bil v Jugoslaviji pred koliko recimo 40-50 leti, recimo nekaj takega. Če ste verni, ne, pa bi se radi blagoslovili avto, ne, ima tudi na primer cerkev zadaj kar tak portonček, pa se zapelješ skozi in čez okno pride in ga hitro požegna. Ne, Latinska Amerika generalno je zelo, ne, katoliško predvsem zelo verna država, verno v bistvu veren kontinent, ne, tako da tudi
blagoslov avto pride v poštev. Panama, Ciudad de Panama, v bistvu izjemno finančna prestolnica, kar pa mogoče, mislim, ena izmed finančnih prestolnic sveta, verjetno, ne, zato ker velja za davčno oazo, kar tudi je, ne, in tudi kaki naši veljaki imajo verjetno tam kakšen račun odprt, ne. Je pa v bistvu zelo zanimivo to nasprotje, na eni strani zelo modern del Panama Cityja, na drugi strani pa dejansko ta stari del, v katerem še vedno dejansko te barkače, ribiči uporabljajo za pač, ko grejo ribit, zraven tržnica, kjer prenašajo te ribe, tako kot recimo nekoč na čist nek pač preprost način, ne, na drugi strani imamo pa v bistvu neko finančno središče sveta, tako da je to bila kar ena taka antipod en drugemu. Veljajo pa Panamci za zelo prijazne ljudi in v celi Latinski Ameriki so dejansko rekli, tako kot veljajo recimo Kolumbike za najlepše, ne, veljajo Panamci vsepovsod v Srednji Ameriki, da so najbolj prijazni. In so vsi rekli, da ko boš prišel v Panamo, oni so pa res prijazni. In so res v bistvu zelo prijazni ljudje. Hrana, če nimaš dobrega želodca, je težko potovati po teh krajih, sploh zaradi tega, ker dostikrat ti dajo kake stvari za jesti, ki so že na vročini ne 3 ure, ampak 3 dni in to se pol ne konča dobro, ampak moram priznati, da sem jaz imel kar na nek način srečo, no, da sem sicer imel nekaj prebavnih težav, ampak kaj preveč pa ne. Ampak v bistvu je tako, ne, če te glava boli, lahko greš na avtobus, ne, če ne vem, te roka boli, lahko greš na avtobus, če imaš drisko, ne moreš iti na avtobus, ne, to pol si pač obsojen, ne, in si pač nekje tam, kjer si, ker imaš WC blizu, si pač tam en teden, ne, in marsikomu se v resnici to zgodi. Je bila pa hrana v Srednji Ameriki, bi rekel, kar dobra, ogromno pač itak krompirja, vsepovsod riža, meso, tako da to je mogoče utrinek z ulice. Zdaj je pa tu tako, ne, zdaj na higieno, to ne smeš biti kaj preveč občutljiv, ne, zato ker tisti pisker spodaj čisti pes, ne, pol ga dajo pa kar nazaj gor, pa malo z vodo, pa se kuha naprej, ampak saj, če se dobro skuha, pol nima kaj biti. To je pa v bistvu že, iz Paname sem letel v Kolumbijo, Medellin, mislim, drugo največje kolumbijsko mesto za Bogoto, ki je znano predvsem, na žalost, recimo predvsem po nekdanjem narkokralju Pablo Escobarju, ki je v enem trenutku obvladoval 80% svetovne trgovine s kokainom. To si morate predstavljati, kakšna moč je bila v tej kriminalni združbi takrat, recimo, če je obvladovala 80% svetovne proizvodnje koke, pa kokaina, konec koncev na koncu. In še danes, na primer, to mesto zaznamujejo zgodbe in Pablo Escobar kot taki in veliko ljudi v bistvu v Medellinu ni ponosnih na to, ne, zato ker tudi Kolumbijci kot taki, ne, bi želeli, da bi ljudje poznali njihovo deželo po čem drugem, kot po tem, da je to dežela, kjer raste koka in kjer delajo kokain in kjer so narkokarteli in tako naprej, ne. Favele, to pravzaprav mesto je vkotan in se nima kam širiti in seveda revnejši sloji v bistvu lezejo levo in desno v breg in to verjetno nekoč kot mišljena začasna bivališča, zdaj ratajo pač mesteca v malem, ne. To je pač eno, kot da bi, ne vem, šel v Mariboru na Tezno, je to pač en del Medellina in dejansko ampak tle vsi mislijo, da v teh favelah živijo samo neki kriminalci ali pa nekaj, ampak ne, tle živijo ljudje pač čisto normalno, ampak to je pač to, kaj si lahko privoščijo, tukaj živijo in Medellin je naredil ogromno v zadnjih letih, da so v bistvu
te ljudi približali mesto. In kaj so naredili? Naredili so vzpenjačo. In ena izmed večjih havel pravzaprav vzpenjača pelje dejansko ljudi v center mesta in na tak način so v bistvu prebrodili to oviro ali pa recimo ta gap med reveži pa med tistimi, ki živijo v središču, ki imajo ponavadi pač malo več denarja, ne. In ogromno v bistvu se mesto kot tako vlaga v razvoj socialnih in drugih programov v favelah, da bi pač pravzaprav te ljudi spravili, da mi izboljšali življenje, ker morate vedeti, da marsikdo tle tukaj recimo v resnici nima nekega dostopa do nekega kvalitetnega šolstva in tako naprej, ne. Pa je to razvito mesto, ne. Tisti, ki ste kofetarji, Kolumbija ni znana samo po teh zadevah, ki sem prej govoril, ampak tudi po kavi, no, in to je v bistvu v teh hribih nad Minko, to je en kraj v bistvu, no, kjer gojijo kavo, tako to raste in to je v bistvu tovarna kave, ne. Mogoče tudi kavo, ki ste jo prej tam Nataša pili, da je morda z te tovarne kave. To je v bistvu majhna kmetijica v hribih, ne, kjer pač proizvajajo kavo in rekli so, da ta boljša kava gre za izvoz, tista, ki je slabša, ostane pri njih doma. Kupil sem od ene Novozelandke sem v Kolumbiji kupil kolo in sem sicer mislil, da bom jaz kolesaril, ne vem, zdaj tam en mesec ali dva, pa je bilo pol na koncu sicer 14 dni ali 3 tedne. Deloma tudi zaradi tega, ker sem čez en teden ugotovil sam pri sebi, da je mogoče problem tega, zakaj me vse boli, da imam ženski sedež, ne pa moškega in je bil to v bistvu kar problem. Je bilo pa fajn, ker sem po enih, ne vem, 2, 3, recimo že kar 4, 5 mesecih popivanja pa hrane pa tega vlačenja po avtobusih pa to dejansko začel malo športati, ne, in sem ful shujšal. Super je, v enem tednu kolesarjenja 8 ur na dan padejo s tebe kile tak. In vse, kaj poješ, gre samo nazaj v motor in to je in je res super. In tudi kolesarji so zelo cenjeni na nek način kolesarjenje v Kolumbiji, ne, zato ker imajo tudi v resnici zelo dobre profesionalne kolesarje in tudi ceste so bile v bistvu zelo fajn, ker je vedno ob strani, na primer, tako ko vidite, en tak pas, recimo pol metra in tam se s kolesom pravzaprav lahko pelješ, tudi prometa ni pravzaprav toliko veliko, ne, to niso avtoceste, ne, in tako naprej in je bilo res fajn in tudi predvsem vidiš to lepoto, ne, res lepa država je, dežela je Kolumbija, prijazni ljudje ob cesti, vsak, ko te vidi, da tam prigoniš, pa to ti kar pride s prodajalne, pa ti da vodo recimo, ne, ali pa zjutraj greš na zajtrk, pa kar reče, vse je v redu, ne, če si z biciklom prišel, ne, kamo te zdaj tu, ne. Pa tudi konec koncev, ne vem, varnost, ne, pač vidiš tamega reveža, ki s tistim biciklom goni na 40 stopinjah, pa kaj boš, ne, veš, mislim, ne, to je čisto drugače in tudi ljudje te drugače dojemajo. Ko prideš z avtomobilom nekam, si zaprt. Ko prideš s kolesom, je vse tam, ne, in ljudje čisto drugače dojemajo, pa tudi ti njih, no, tako da teh 14 dni kolesarjenja po Kolumbiji je bila dejansko res ena taka izkušnja, da bi si mogoče tudi v prihodnje, enkrat, ko bo za to spet pravi čas želel, mogoče, da bi šel na kako daljšo pot, recimo tudi s kolesom, ker s kolesom se ful daleč pride, ne, koliko si zbreziran, ker ti, ne vem, zgoniš, ne vem, 70-80 kilometrov na dan, sej, ne, to v 10 dneh je to 800 kilometrov, to je ful, ne, in lahko dejansko res dosti prepotuješ. Jaz sicer ne vem, ampak ti Latinoameričani imajo ful radi glasno muziko, ampak to tako glasno, da na primer ta radio je bil tako glasen, da se ta dva tukaj ne slišita. Ne, ampak ona dva sedita zunaj 4 ure in se pogovarjata in muzika nabija, da sem že 1 kilometer pred vasjo sem mislil, da imajo neko veselico. Pa sem bil ful vesel, sem mislil, to bo neka veselica, to bo kaj imel za jest, pa tak, ne, in to ne, ampak ni, ne, samo ta dva sta bila. In tako se vstaviš pol pri taki eni, to je v bistvu neka gostilnica, kjer ti dajo riž, piščanca, malo omake, malo pečenih platan
poješ, greš naprej. Kolumbijke veljajo tako bom rekel, ko sem bil v Mehiki, mi je Adolfo, prijatelj od te slovenske prijateljice, rekel, Jan, ti boš zdaj potoval po Latinski Ameriki, pazi se, to je, Latinoameričanke so ljubosumne ženske, to moraš vedeti, ne. Najlepše ženske so v Kolumbiji, to vsi vemo, ampak one so ne ljubosumne, one so posesivne, tako da njih se moraš najbolj paziti, ne. In drži. So pa generalno res tako, ne vem, saj so lepe ženske vse povsod, no, ampak mogoče kot ena taka prispodoba, pri njih pač veljajo Kolumbijke za tisti ideal. To je pa Palomino, nekaj dni ob morju, turizem malo sproščujoče in tako naprej. Je pa res, da se pa je tukaj pa zgodila ena, v tej vasici ni bilo bankomata in je bilo treba iti do bankomat v eno vas, na primer 5 kilometrov naprej in od te vasi si mogel iti recimo peške ene pol ure gor do ceste in potem tam so bili taki mototaksiji, ne, in si mu dal nek denar in te je peljal do bankomata in nazaj, ne. In jaz sem se en dan tudi s tem enim mladim motoristom, to so vsi pač fantje stari 13 let in tisti motor ful hitro gonijo, ne, tja in po denar in nazaj. Pol sem pa čez nekaj dni šla pa z eno kolumbijsko prijateljico pa skupaj z avtomobilom, sva se razdelila za avto, ker sva pač bila dva. In ko sem prišla nazaj, je bilo zastoj in to, in kaj je bilo, in takoj vsi, ja, en tujec je umrl, ne. In se je v bistvu bilo čisto ista stvar, ko je bila 5 dni pred mano, isto na motorju, en mlad fant je vozil, nekaj sta norela ali kakor je bilo in je padel in ga je v bistvu, in je čez njega peljal avtobus, ne, bil je en Francoz. In še zdaj imam pač sliko v glavi, v bistvu tako, kako tam tisto truplo leži pokrito, ne. V resnici je v takih potovanjih, če se mene vpraša, statistično največja možnost, da se ti bo kaj zgodilo v prometu. Ne, da ti bo kdo kaj naredil, da te bo kdo ukradel, da boš se do smrti zadrogiral, nič ne boš. Ampak avtomobili so stari, promet je nevaren in dejansko se mi zdi, da statistično je verjetno največja možnost, da se ti bo kaj zgodilo na cesti, ko pa kjerkoli drugje. In potem smo zvečer v bistvu, pol smo prišli tam dol, pa smo si natočili pivo, pa smo nazdravili za to, da smo še živi. Novo leto, to je Božiček, ker pri njih pač pride iz vode, ne, ker je ob morju, prvič sem bil za, oziroma Božič, prvič sem bil za Božič, pa Novo leto na toplem in moram priznati, da je kar drugačen občutek je, tudi hodijo s tistimi kapicami pa to, ampak so v kratkih hlačah in tako in se moraš kar malo privaditi, ne, da je v bistvu to Božič. Je pa tako, da saj to je v enem mesecu Arboletes ob kolumbijski obali in je pa pri njih v bistvu tako, da je ravno obratno, pri njih je Božič, žur, Novo leto je pa za družino. Pri nas pa je mogoče ravno malo obratno, da smo bolj za Božič radi doma, ne, za Novo leto je pa zabava. Iz Kolumbije sem šel tudi, dolgo časa sem razmišljal, če bi šel tudi v Venezuelo in sem na koncu, čeprav so mi vsi odsvetovali, da grem tudi med drugim veliko Venezuelcev, ki so zdaj v Kolumbiji, zdaj jih je verjetno še več kot takrat, ampak sem vseeno šel. Prek couchsurfinga sem se povezal z eno Venezuelko blizu Maracaiba, Maracaibo je drugo največje venezuelsko mesto in nam je bila to neka točka, da pridem do nje, oziroma tam pač pri starših, ko so živeli. In potem na meji sem zamenjal $40 in takrat je bil $1 100,000 bolivarjev, ne. Čez 2 meseca, ko sem srečal ene Venezuelce, je bil $1 že 200,000 bolivarjev, ne. To je v bistvu, to dobiš tak šop denarja in ga daš v rukzak in itak prideš ven, te vsi gledajo. Ker se ne zaveš, da takrat recimo je bila povprečna plača, uradna povprečna plača recimo, ki bi jo dobil profesor na srednji šoli, je bila $5 na mesec, ne. Proti vrednosti njih. Na primer, jaz sem pa $40 zamenjal, ne.
in takrat pač se vidiš, da to je pa že taka razlika. Venezuela je v resnici v totalnem dreku. Ne. To je, vse, kaj je tam poceni, edina stvar, dve stvari sta tam poceni. Bencin, naprimer za $1 lahko tankaš celo leto, pa arepa pan, to je pač neka moka, pa kruh recimo, s katerega delajo arepe, to so taki v bistvu njihovi kruhi, ki jih pol nekaj mažejo, to je poceni, vse ostalo je pa. Tu v bistvu država ali pa neke uradne zadeve, inštitucije nimajo več dobene stika z realnostjo. Ne vem, banka, nek tečaj, ki kaže, to ni, to velja samo to, kaj je na ulici. Ne. To je vzporeden sistem, ki se je v bistvu naredil za to, da ljudje preživijo. Vse od $5 na mesec tudi v Venezueli doben v resnici ne more preživeti. Ne. In dejansko res, tudi iz ene Kolumbije, ki je recimo tudi ni zdaj glih najbolj je še vseeno država, ki ima ogromno rečemo, socialnih stisk in težav in tako naprej. Ko prideš v Venezuelo, pa vidiš, da se ljudje bolj ali manj pogovarjajo cel dan samo to, kje bodo dobili hrano. Kje je kdo kaj, da tam menda je en kolega od unega je v vasi in je danes klav in morda bi lahko jutri 3 kile mesa pripeljal, pa koliko bi bilo, pa da jaz še imam, pa bom jaz malo dal tebi to, pa boš. Ne? In ko smo šli v bistvu potem, ko smo prišli domov, to je v bistvu na meji, ne, kot intermezzo Exodus, ne, to v bistvu to, kaj smo mi takrat, ne vem, 2015, kdaj, ko so bili pač ti migranti, recimo to, kot se, ali pa ta migrantska kriza, to je vsak dan na kolumbijsko-venezuelskem prehodu. To pač ljudje s kufri, familije in grejo kamorkoli pač lahko grejo. Zdaj ne vem, kako je, ampak takrat recimo ni bilo dobenih omejitev za potovanje z venezuelskim pasošem in država, ki ima mislim okoli 40 milijonov ljudi, je 100% izgubila že kakih 5, 6, 7, 8 milijonov ljudi, ker vsi grejo, ker tam ni več kaj pravzaprav. Venezuela vse propada. Ulica, ne vem, crkne luč in crkne. Noben je ne bo popravil naslednjih 10 let. Ne. Avto, dokler gre, ko enkrat crkne, ga ne moreš več popraviti. Ga parkiraš in ga imaš tam. In hrane manjka. Ne. Pri Sirijani doma, to je ta prijateljica, na primer, ne, njen mama dela na državnem PDB-sa, kot da bi rekel enemu Petrolu pri nas, oče je učitelj na gimnaziji. In naprimer, če ona ne bi bila v državnem podjetju, kjer pride enkrat na teden tovornjak in jim po posebni ceni, ker so v državnem podjetju, prodaja hrano, ne, bi oni verjetno bili lačni. Ne. Sirijani je 2 leti kasneje šla v Ameriko in potem v Evropo, en čas je živela na Češkem, zdaj pa s fantom, možem živita v Španiji in ona pravzaprav vzdržuje družino, zato ker psa vidiš, ki ga imajo, ne, vidiš, da mu vidiš kosti, ne, in reče, on je bil debel 5 let nazaj, ne, samo zdaj mu damo toliko, da preživi. Hrana v hladilniku, ki vidiš, da je sicer hladilnik, to ni Kuba, ne, ampak to je bil hladilnik nov pred 10 leti in ko bo ta crknil, vprašanje, če bo lahko kupili novega. Ne. Noter so stvari, ampak to je tako narejeno, da ti točno veš, danes bomo pojedli 200 gramov mesa, v petek bomo pojedli to, ni, da greš ti v hladilnik in si nekaj vzameš, ampak vse je odmerjeno za to, da bo dovolj za čez mesec. Ne. Greš pred trgovino, danes imajo 3 kile šunke, šnite so tako tanke, da vidiš skozi, ne, in ti kupiš na primer 10 dek in je to stane recimo $3, mesečna plača je pa 5. Ne. Tako da pri tem pa pozabljamo, da je to država, druga država na svetu, se mi zdi, z največjimi rezervami nafte. Ne. Tako da, ko se pa z njimi pogovarjaš, je pa zanimivo, ne, da jih dosti nosi I love USA majice in tako naprej, zato ker oni v bistvu vejo, da se jih Američani tudi malo, ne, ampak oni v bistvu vejo, da so se za J predvsem tudi sami in vse tako so mi tam razložili na ta način. Hugo Chavez je ogromno vlagal v socialo in tako naprej, ampak oni niso modernizirali podjetij in ničesar in oni, na primer, njihova petrokemična ali pa rečemo rafinerije so tako zastarele, da v bistvu ne morejo niti predelati dovolj nafte za Venezuelo samo. Torej oni 20% nafte, ki je sami porabijo, rafinirajo drugje in jo uvozijo nazaj. Imajo pa druge največje rezerve nafte.
Tako da, jaz mislim, da dosti krat v Latinski Ameriki rečejo, da so Američani krivi, vsej kot ZDA, ampak ogromno so si v resnici krivi tudi sami. Ekvador. Ekvadorci so, to je v bistvu ena slika, da tako malo kot ljudje, ne, so že više ležeče, v Quito, ne, glavno mesto, že malo više ležeče, tu so že malo bolj, bi rekel, Indijanci, no, po poreklu. V Ekvadorju je znano po tem sicer, no, da tudi da ženske nosijo klobuke in pa ne samo starejše, tudi mlajše. In ogromno takih jih vidiš v bistvu s temi klobučki. En prizor iz parka, v bistvu, ko sta bila ena dva zabavljača ali pa klovna, v bistvu sta zabavala in starejše in mlajše. Takrat so me tudi oropali v Quitu, in sicer, če čisto priznam, da sem se ga napil z napačnimi ljudmi. In s tistimi, ki sem se ga napil, so me potem oropali, ampak bili so Venezuelci, ki živijo v Quitu, ker jih je vse povsod ogromno, ampak so bili pa vseeno tako pošteni, da so mi pustili dovolj denarja, da me je taksist peljal domov, da nisem rabil pešačiti. In drugi dan sem se zbudil brez telefona, brez denarja, kartice pa to, hvala Bogu, sem pustil vse in prvo si misliš, ni telefona, nimam nič, kako bo zdaj to. In potem si 2 meseca brez telefona in je super. In je to res tak fenomenalen občutek. Dejansko, ko sem prišel s potovanja, sem kar en čas sem se kar zdrznil, ko je začel telefon zvoniti. Ker tebi 1 leto ne zvoni telefon, ti pozabiš, saj zvoni, ne, ampak to je tako, ko si na internetu, pa te kdo prek Vibera ali pa česa pokliče, ampak v resnici telefon ni več za klicanje, telefon je, da gledaš Google Maps, ne, pa mogoče se kaj informiraš, in to je nenormalen občutek svobode. Sem zdaj v bistvu že malo pozabil, ampak večina, ki recimo ni tega izkusila, kako je, ko si 1 leto brez telefona, tako rekoč, v bistvu ne veš, koliko smo se zasužnili na telefon, ne, in kolikokrat na dan ti zvoni, koliko z njim delaš, greš na WC pa nekaj gledaš, pa ne vem, si v avtu čakaš pa nekaj gledaš in to in izjemen občutek je, da si ti 1 leto brez telefona oziroma da nisi dosegljiv, ne, zdaj vsako sekundo, tako kot smo danes. Ekvador je ena izmed največjih izvoznikov banan na svetu in banana, oziroma to bi lahko bila tudi platana, to zdaj ne morem točno vedeti, se mi zdi, da je izjemno lep sadež, tako kot raste, ne, in v bistvu banane, ki jih mi jemo, so majhni cvetovi v bistvu tega velikega, ne, in to je tako, ne. To je tako, pa včasih še ima taki dolgi rep zadaj dol, izjemno lep sadež v bistvu. Peru. Machu Picchu. Turistično sicer, ampak je ena izmed takih stvari, ki se jo gotovo splača videti. Saj v Peruju je podobnih, recimo, ostalin Inkov ogromno, ne. Machu Picchu je pač eden, ki je v bistvu najbolje ohranjen, ali pa rečemo zelo dobro ohranjen, kot tak, pa tudi ogromno so ga obnovili. In tu je bilo sicer ogromno ljudi, ampak imajo vseeno tako nekako narejeno, da v bistvu spuščajo skupine noter in tako naprej, da imaš ti vseeno nek občutek, da lahko v bistvu si stvari ogledaš, da ti lahko vodič tudi stvari razloži. Je pa res, na primer, da je pa v okolici, na primer, podobnih ostalin ogromno, samo niso toliko znane, in zdaj, ko gledam, ne, za nazaj, bi mogoče tudi bilo, in imajo take luštne, na primer, trekinge, ne, greš za 3 dni skozi džunglo, recimo, ne, in pol si ogleduješ v bistvu te ostaline in če bi še šel enkrat, recimo, ali pa če bi komu svetoval, bi mu mogoče bolj tisto drugo varianto svetoval, ker verjetno drugače doživiš, kot pa to, ko je v bistvu en čisto turističen ogled, ampak je vreden, ne, ker je vseeno eno izmed svetovnih čudes mogoče, ali pa ne, je vredno videti, ne. To je en prizor iz Cusca,
Cusco je, mislim, tudi okoli 4000 metrov visoko. Oče je bil z mano tukaj, ko je prišel v Peru, smo skupaj potovali 1-2 tedna in je imel kar težave recimo s tem privajanjem na višino. Jaz tudi, sicer malo manj, ampak na tej višini se človek res, ne vem, tako greš 30 stopnic in si čist zadihan, ne, in si misliš, da boš umrl, ne, kar naredi svoje, no, ta višina in to so v bistvu tam njihove domačinke. Imamo pa v naši familiji zdaj tudi perujskega šamana, ki smo se tam tudi srečala v Cusco in sicer sestrična Anja je bila pa ravno, je odšla kakih teden dni prej iz Cusca, ko sva bila tam in je bila 1 leto tam in sta se poročila, tako da imamo del Peruja tudi zdaj doma v družini. To je v bistvu eno mesto ob jezeru Titicaca, razvijajoča se država, ne, Peru je ogromen. Peru je res ogromen in se res ogromno se gradi, ogromno se razvija, ne, ampak je vseeno, ne, tukaj težko je v bistvu nekako ekvivalentno razvijati tako veliko državo. Sicer je pa Peru znan ful je znan po tem, oni se radi pohvalijo, da poznajo menda 1000 vrst krompirja. In ko greš saj mogoče žal, da nisem te slike dal, ko greš na tržnico, res vidiš, koliko krompirja. Pri nas pač imaš tisti krompir, ne, pa zdaj imaš mogoče še sladkega ali pa nekaj, oni imajo pa na tržnici, ne vem, samo tako na videz, res vidiš enih 30 vrst krompirja. Od črnega do takega, ki je skoraj prozoren, tako kot tole. To smo bili pa na enem otočku sredi tega jezera Titicaca in posebnost tega otoka je, da v bistvu tle možje pletejo oziroma štrikajo, ženske pa, mislim, da ženske pa ne. In to je seveda zdaj tudi ena malo bolj, bi rekel, turistična znamenitost ali pa da si pač greš v bistvu to ogledati. Ločijo se pa med sabo, kateri so neporočeni pa poročeni po kapah, ne. Eni imajo, odvisno od kake barve, ne, se ve, ali je nekdo še na voljo ali pa ni, ne, tako da se ni treba spraševati, se kar vidi. Nazca Lines, to je pa v bistvu v enem delu Peruja je puščava in nikoli ne piha. Nikoli ni, zato se je v bistvu to lahko ohranilo. Zdaj tu so tudi teorije zarote, da oni to rišejo zdaj, ne, pa da mi turisti ali obiskovalci mislimo, ne, da je to, ampak jaz pač, koliko sem dejansko, ti greš lahko na letalo, ne, tako majhno letalo in to vidiš, lahko greš na en hrib recimo, pa imaš malo, ampak to je na primer veliko, bom zdaj rekel, ne vem, 50x100 metrov recimo, ne. In takih risarij je v tej puščavi ogromno in to bi naj v bistvu narisali pripadniki ljudstva Nazca, zato se tudi rečejo Nazca Lines, ne. In to bi se naj stoletja ohranilo ravno zaradi tega, ker tukaj je vedno ista klima, nikoli ne piha in tega peska, ne, v bistvu ne odnaša, ne. In te v bistvu, saj so različne, večinoma so dejansko živali, na primer kak ptičje, opica, mislim, da je tam nek papigal, ne vem, nekaj takega, ne, in v bistvu zdaj zakaj so to ne vem, ampak verjetno predvideva se, da so bila pač to neka verska znamenja ali pa narisana v pač neke verske namene v bistvu, ne. Tako kot sem rekel, da je Peru ogromen, v bistvu tako kot rečemo v Sloveniji, ko smo ponosni, smo tako majhni in imamo vse, ne, pa imamo res to, recimo, dokaj razgibano deželo, ne, ampak pač po teh velikih državah pa vidiš, da oni imajo pa res vse, pa ful tega, ne. In Peru ima od morja do planin, do puščav, po gori, karkoli, ne, se lahko, in je res država, ki jo je v Latinski Ameriki vredno obiskati, ne. To spodaj v bistvu je vse umetno namakano, ne, ker tu drugače je bolj peščeno vse skupaj. Zdaj eni grejo na Galapagos, midva z očetom sva šla pa na Islas Baleastas, ki pravijo, da je to Galapagos za reveže. In so v bistvu, to so eni otočki pred perujsko obalo, kjer se da videti na primer pač
različne živali in pingvine tudi, recimo so tudi tukaj. Predvsem je pa veliko ptičev in če ste pozorni, zdaj ne vem, koliko se tam vidi čist na vrhu, naprimer, ko je belo, ne, to je pravzaprav vse prekrito s ptiči in z ptičjim drekom. In vsakih 7 let, to je nenaseljen otok, in vsakih 7 let pride ekipa in ves te kakce ptiče sčisti in to dejansko uporabljajo potem za gnojilo. Ampak to je ogromen otok. In tega se nabere menda za nekaj metrov v teh 7 letih in pol to sčistijo in potem so spet tam ptiči in to nazaj prinesejo nazaj. Na kratko sva se takrat z očetom tudi stavila v Amazoniji, v perujskem delu Amazonije. Iquitos je eno mestece, z letalom se pride tja, mogoče mesto 20.000 ljudi. In tam se v bistvu gre potem tudi na ta perujski del Amazonke. Tam v bistvu rabiš, tam rabiš vodiča oziroma nekako ne moreš iti sam, ne, to je nek način kar težko. In to je v bistvu glavni tok Amazonke je praktično nenaseljen v smislu živali, ne. V glavnem toku Amazonke ni ničesar, zaradi tega, ker reka prehitro teče. Torej vsi krokodili, rečni delfini so tukaj, naprimer tudi anakonde, recimo, ne, vodni piton aquatico. Vse to v bistvu vidiš v teh okljukih, ne, ki jih je seveda na tisoče, če ne na milijone v bistvu v Amazoniji. In tam v bistvu je fajn, da imaš vodiča tudi ne samo, da ti razloži, ampak da se v bistvu lahko ti prevažaš, ne, ker ti se moraš s čolni prevažati pravzaprav do teh nekih, pa ne rezortov, ampak to je v bistvu potem na obali zgrajena take kolibice so, ki so seveda z vsemi mrežami zaščitene proti pajkom in tem raznim, ne, zato ker to je džungla, ne, pač to je ti po noči, čez dan je v smislu zvoka nezanimivo, po noči pa naenkrat pride, vse se žre po noči, ne, in po noči je v bistvu tisto čist drugačen zvok, ki jih pač daje narava. In midva sva imela tudi pred vhodom v šotor, v ta bungalov, no, to kolibo, zvečer gledam in je bila v bistvu tako, je bila tarantela in ti jo gledaš tam gor, pa gledaš tisto, pa si misliš, pa saj veš, da spiš v nekem tem, neka mreža, ne, samo ta mreža gor ima že malo luknjo, ne, pa tam je slabo zabito, ne, pa pizda. In pol gledaš spodaj, pol je pa rekel vodič, da je obvezno treba pregledati vse kote, ne, ob postli, ne, zdaj ali te malo heca ali ne, in pol tiste kote gledaš, pa še enkrat pogledaš, če si jo prav pogledal, ne, da se ne bi kaj zgodilo. Ampak je v bistvu res, ne, tudi tam, ko greš po džungli, naprimer so hormigas de fuego, ne, tele v bistvu mravlje, ne, ognjene, ne, pač če te piči, ne, dobiš vročino, ne, to ni se za zafrkavati za kakega otroka, recimo, če jih par piči, je lahko tudi smrtno nevarno v resnici, ne. Tako da ne, saj tam ti zdaj, ljudje si predstavljajo, da zdaj tam ti vidiš kar one velike krokodile, pa to ne. Če bi to hotel videti v Amazoniji, pravzaprav moraš iti pač s temi lokalci na kanu in recimo kak dan v goščo noter in tam bi ti dejansko lahko v živo, tak v naravnem okolju videl te živali, ne. Zdaj jih lahko vidiš samo, da imajo tam tudi pripravljeno, recimo jih imajo v ogradi, ne, da lahko ti vidiš, ne vem, tako velikega krokodila ali pa nekaj, kar po noči pa lahko recimo, če greš, če svetiš sploh v teh okljukih, če svetiš z svetilko, pa vidiš oči dejansko, ne, in vidiš, da so tam. Anakonda recimo, jo pa lahko vidiš, kje je pa tako dostikrat, da drugi dan zjutraj, ko greš, vidiš tako kepo, v kateri je pojedla lenivca, ne, ker lenivec je tam gor na drevesu in je v bistvu varen, ampak mora iti pa pit. Ne? In to je edinič, ko se on spusti, ko gre pit in potem, ko gre pit, ga dostikrat čapne anakonda in ga v bistvu celega poje, ampak ne more pa prebaviti krempljev in kože in potem ostane taka krogla in pa veš, da je bila po noči tam. To so bili pri enemu izmed ljudstev, sej
oni ne hodijo več taki okoli, ne, saj imajo tudi kratke hlače pa kratko majico, ne, ampak tako kot se pač, ne vem, mi odenemo v naša recimo tradicionalna oblačila, kdaj ne, da komu pokažemo, ne, pač tako tradicijo, tako je tudi v bistvu pri njih, ne, in greš v bistvu eno vas in pripravijo tak majhen program pa to in na koncu lahko streljaš s pihalnikom, ne, pihalnik med drugim velja, med temi ljudstvi velja, da tista, ki so imela pihalnik, so bila dosti bolj napredna recimo od tistih, ki so lovili samo na lok. Mislim pa, da se temu ljudstvu reče Japua ali nekaj takega, to sem malo pozabil, no. Se je pa videl, na primer, da mlajše punce, se prav spomnim tam, ne, ker so spodaj brez, ne, torej nimajo modrčkov, na primer, so se že tako držale, na primer, da jih je že bilo bolj sram, da bi kdo zdaj videl njihove prsi ali pa to, na primer, ne, tako kot starejše ženske pa ne, torej se tudi tam pri njih recimo je nekako, tako kot je pri nas mogoče že koga, kaj zdaj ne bom plesal folklore in tako naprej, tudi pri njih v bistvu to se pač v bistvu razvija, ne. Čeprav je to pravzaprav v srcu Amazonije tam noter, ampak vse posod pravzaprav prodre moderni svet in globalizacija. Otroci so vedno hvaležni za fotoaparat, ne, pa tudi mogoče najbolj tak radovedna očesa, ki jih srečuješ na potovanjih. Buenos Aires, Evita Perón, lepo mesto, smo se tudi ustavili za nekaj dni. Argentina je zelo, Argentina je v bistvu najbolj evropska latinskoameriška država. Po obnašanju, avtomobili so evropski, ne, tam vozijo Peugeote, ne nekih ameriških, ne. Tudi mesto kot tako pravzaprav daje en taki zelo, zelo evropski pridih, bolj kot na primer latinoameriški, ne, mogoče v drugih prestolnicah, ki sem jih tam spoznal. Tako kot Peru ali pa Brazilija je ogromna tudi Argentina, ne. Mi smo leteli čisto na jug, na ognjeno zemljo in potem z avtobusom v bistvu proti severu in to je v bistvu en ledenik Perito Moreno, ki ga lahko jaz v drugem življenju pravzaprav tak velik ledenik, enkrat sem ga videl v Kanadi, no, in je tudi kar v bistvu impozantno v bistvu. To je ena fotografija Urugvaja, ki krasi tudi knjigo, tisti, ki jo imate, veste, tisti, ki ne, boste kmalu jo kupili in boste izvedeli. V Urugvaju smo v bistvu, en kolega Marko je prišel za en teden, saj v Urugvaju tudi nisem bil dolgo, pravzaprav z Buenos Airesa, no, smo se za par dni odpravila čez in tam je nastala ta tak lepa fotografija, da smo jo pol dali tudi na knjigo. Je pa Urugvaj velja za izjemno liberalno in napredno v smislu družbeno napredno latinoameriško državo. In pa ne samo zato zdaj, ker imajo pač, ne vem, legalizirano uporabo marihuane in tako naprej, ne, ampak oni so imeli dosti časa enega zelo, bi rekli, zanimivega predsednika, ki je verjetno tudi tako malo kot svojevrstnega Pepe Mujica. In enkrat sem na YouTubu malo pogledal te njegove govore, na primer, in je ena izmed stvari je bila, na primer, v Latinski Ameriki je še vedno zelo velik družbeni diskurz okoli splava, recimo, ne, ali naj bi se legalizira, ne, za, proti in tako naprej. Na primer v Urugvaju, koliko vem, je legaliziran, ne, ampak predsednik Mujica, on je bil proti splavu. In ko ga je vprašala napovedovalka v enem intervjuju oziroma voditeljica, pa gospod predsednik, vi ste proti splavu, ne? Zakaj mi zdaj sprejemamo zakonodajo za splav? In tako naprej pa rekel, punca moja, jaz sem proti in jaz bom svoji hčerki ali pa če me bo kdo vprašal, dal svoj nasvet, ampak kdo sem jaz, da nekomu drugemu odrekam pravico, da se naj on odloči sam. In to mi je dalo v bistvu eno tako vedenje, ne samo glede splava, ampak
da se da tudi drugače sprejemati drugačnost, da se ne rabimo vedno deliti ali pa da če si za, si proti, da če nisi naš, si njihov, ampak tako naprej, ampak da v bistvu lahko sprejemaš, mi je dalo misliti, ne, da lahko sprejemaš neke druge, se lahko sprejema drugačnost ali pa druge odločitve tudi na, rečemo, ta nek način, kot je povedal ta urugvajski predsednik. Ne. To je pa ena najlepših škol, ki sem jih videl, in to je v Tokiu. Mogoče sam preden začnem s to školko, ker je ta školka, to rabiš 2 minuti, da razložiš, kakšne funkcije vse ima. Eden najlepših občutkov, tako kot je bilo na začetku potovanja, ne, ko se odločaš, kam boš šel, je bilo na primer tudi v Buenos Airesu, ko sem se spet usedel za računalnik in rekel: Jan, kam boš šel, kam bi šel zdaj? In si spet obrneš, pač odpreš svet in rečeš, koliko še se za videti, pa kam bi vse lahko šel, pa to, in pač potem malo pogledaš, kaj je blizu in tako naprej, kaj je cenovno tudi, ne, ker je tudi malo na denar treba gledati. No, in je bil zelo ugoden let iz Buenos Airesa v Tokio prek Dallasa in sem zelo, zelo, zelo vesel, da sem šel na Japonsko in je ena izmed dežel, za katero bi še gotovo hotel iti enkrat nazaj. No, in potem, ko se ti 6 mesecev vlačiš po teh razkantanih WC-jih, pa vse v Latinske Amerike, pa včasih je samo luknja, pa nikoli ni pokrova, pa nekaj pa se pol ti je že vseeno, pa pol ti spet več ni, pa to. Pol prideš pa ti na letališče na Narita v Tokio in greš na WC in odpreš in imaš ogrevano školjko. In se vsedeš in začne nekaj igrati in lahko si nastaviš, naprimer, pač ko svoje opraviš, si lahko nastaviš, da ti sama očisti s curkom, lahko nastaviš jakost curka. Če naprimer prediš ali kaj, imaš en gumb, kjer začne muzika igrati, da te ne motiš sosedov, ne, potem posušiš si lahko tudi, lahko si nastaviš jakost sušenja. En gumb je za parfum, naredi na koncu in ti naparfumira in to zna vse školjka, pa ogrevanja je, ne. Ni noben prej sedel gor, da je topla, ona je ogrevana. In to vidiš, ne, to pač imajo oni, ne, mislim, take školjke, tako ima mogoče, ne vem, mehiški predsednik, ne, oni imajo pa pač to na letališču in to vidiš, to je čist drug svet in moram priznati, da mi je v bistvu kar bilo malo všeč, da sem iz tega prijetnega, ampak malo pač recimo prijetne in malo razturane Latinske Amerike, ki seveda ima zato tudi svoje čare, ne, prišel pač v to malo bolj organizirano in tudi po svoje noro, v bistvu, Japonsko. Pred leti v bistvu mi je en kolega rekel New York, Pariz, Tokio, ne. New York najbolj cool mesto, Pariz najlepše mesto in Tokio najbolj noro mesto. Tokio je ogromen, ne, to je eno največjih, če ne menda največje mesto na svetu v resnici. In v nasprotju z našim prepričanjem, da so Azijci takoj pijani in tako naprej, ne, dobro, saj hitro so, ampak oni ful radi pijejo in ful radi, mislim, sploh Japonci, oni radi pijejo in radi kadijo. V Tokiu nikjer ne smeš kaditi po ulici, sicer tako za vogalom nekje noter pol vsi kadijo, noter se lahko kadi vse povsod. Ne, to je čisto ena taka drugačna, oni radi probleme skrivajo, da se jih ne vidi, recimo, ne. Zvečer pa zelo radi hodijo v take gostilnice, ki se jim reče izakaja, kjer v bistvu posedaš, zelo radi pijejo highball, to je viski z radensko, nekaj takega, in zraven take male prigrizke od, ne vem, piščančjega rektuma do, ne vem, svinjskih črev, ki jih nekako tako navijajo, v glavnem karkoli, in v sredini je kuhar in on sam peče, deli in okoli ljudje sedijo in je tako zelo prijetno, no, in sem jaz tudi pol tu zvečer šel in sem tu srečal tudi 2 Japonca, ki nista znala nič kaj angleško, ampak pol jim je bilo malo nerodno, da vseeno videla, da bi se jaz malo pogovarjal, pa sta mislila, da bi pa te se malo potrudila pa to, in potem sem naročil, so vprašali, če sem pil že sake, sem rekel, da ne, in sta rekla, da si ga naj naročim in sem si ga naročil in sem ga z njima delil in pol sta rekla, ja, zdaj, če so si mislila, verjetno zdaj, če je to on kupil pa z nami deli, smo zdaj težko tu nevljudna in sta seveda tudi ona pila in potem smo se ga napili in potem z vsakim sakem sta znala boljše angleško. In dejansko oni znajo, ampak njih je sram.
In potem na koncu smo se zelo v bistvu lepo pogovarjali in pol sta v bistvu rekla, Jan, zdaj moram videti poklicati domov, in sta poklicala domov žene, da danes ona dva ne moreta priti domov, zato ker je en tujec tukaj in morata ona mene pogostiti. In potem smo v bistvu šli v en bar, pač malo naprej žurati, in je bilo zanimivo, da prideš v en bar sred Tokija in imajo gor šport in kaj gledajo, skoke s Planice, ne. In oni vsi vejo, kje je Planica. In ker skoki so pri njih dejansko, tako kot tudi pri nas, šport, ki ga ljudje spremljajo. In potem po zabavi, oni nimajo na ulicah po noči teh nekih tak fast foodov pa to, ampak oni so gospodski ljudje in oni grejo potem, na ulici je lift, greš dol in pol je v podzemlju pač ogromna gostilna in tam so vsi pijani, ampak vsi jejo lepo na tatamijih, dobro hrano, kdo se tam zbure kombaso. Ne, lepo se mora jesti, vse ono in tako, zraven še vedno nalivajo pivo in na veliko kadijo. In so kar v bistvu malo poseben narod, ne. Hrana, seveda, ne, Japonska, dejansko Azija, no, bi mogel reči, da recimo čez Latinsko Ameriko primerjam, pa tudi potem z Afriko, pač Azija v hrani zmaga gotovo, ker so pač res so iznajdljivi pri vsem tem, kar počnejo, pa mogoče tudi, ker je toliko drugače, ne vem, ne, da nas mogoče tudi potem to malo bolj pritegne, ne. To smo zvečer, zjutraj, no, zgodaj zjutraj že malo pomalcali, preden smo šli. Kraljeva palača, Japonska ima še vedno cesarja v bistvu, ne, in čeprav formalno nima nekih moči, je še vedno zelo pravzaprav mnenje njegovo oziroma mnenje cesarske družine, čeprav je na nek način cesarska družina, tako kot bi lahko rekli recimo angleška kraljeva družina, tudi razvpita, dosti je po tabloidih in tako naprej, ne, je v bistvu še vedno nekako cesarska moč ali pa beseda ali pa neko mnenje pravzaprav v japonski družbi veliko velja. Predvsem je japonska družba se zelo začela mogoče 20-30 let nazaj retradicionalizirati. Oni so se po drugi svetovni vojni dejansko, zato ker so tudi ten čas bil okupirani od Američanov, pa potem pač z vsem tem ameriškim vplivom, zelo odprli, zelo na nek način tudi malo amerikanizirali in tako naprej, ampak potem smo se pogovarjali in so razložili, da se v zadnjih letih, recimo pa že 2-30 letih, ogromno vračajo pravzaprav k iskanju te japonske prvobiti, japonske kulture in zaradi tega tudi dejansko, vsaj tako sem jaz to razumel, tudi japonska cesarska družina pravzaprav pridobiva na tej neki veljavi dejansko, tudi med mlajšimi, ne, ki še vedno zelo spoštujejo. To je ena iz ceste, recimo, saj ne hodijo vsi tako oblečeni, ampak to je bilo v bistvu zraven, je bilo eno svetišče, v katerega so se vsi hodili slikati in potem se tudi fantje in punce tradicionalno oblečajo in se pol slikajo v svojih tradicionalnih oblačilih, ne. Zdaj, brez metroja Tokio umre, ne, to je jasno, ne, to je tako velika mesto in dejansko drži, ne. Če piše, da pride vlak ob 4 in pride en vlak 3 pa 59 in 30 sekund, ni pravi. Ne, res pridejo na sekundo, moraš počakati. Tokio, sinonim za gnečo, ne, na primer to en prehod čez dan Tokio-Šibuja, na primer tukaj zvečer, to je tako v Ljubljani, recimo Prešernov trg in rečeš pri Prešernu in vsi vejo, da se tam dobijo. In tu zraven je en tak kip psa, Hachiko. To, če poznate, to je tudi zelo znan film potem, ne, psu, ki je čakal svojega gospodarja. In tukaj se oni dobivajo. Ampak ko tu prideš ti ven iz, mislim, da 5 ali 8 nadstropij ima ta spodaj ogromna železniška postaja podzemna, ko ti uspe po 20 minutah priti ven, je tu zvečer v petek 30 tisoč ljudi. To dejansko sploh ne veš, kako bi koga našel, kako se oni tam najdejo. To je neverjetno, kaj je zvečer ljudi in koliko je dejansko ljudi v Tokiu, ne.
to so vse posod ljudje, ne. V teh postajah podzemne železnice so vedno mer opozorila, don't look at your phone, zato ker so karamboli dnevno, zato ker je tam toliko ljudi in vsi hitijo in vsi gledajo v telefone, ne. Zelo zanimivo pri njih je tudi, da še vedno imajo Japonci tudi en zanimiv poklic in to je potiskač v vagon, ne. Še vedno so na teh večjih postajah možje po večini, ki so plačani dejansko zato, da potiskajo ljudi v vagone, da se lahko vsi pripeljejo na delo, ne. Ampak to ne potiskajo tako na silo, to z občutkom in na koncu, ko mantel gleda ven, vidiš, on lepo mantel prime in ga lepo noter popravi, ne. To je pa pica, ni to tako malo sem pa ta, ne. To more biti, so vendarle Japonci, ne. Južna Koreja, Seul pravzaprav, no, za nekaj dni sem se ustavil tudi v Seulu, to je kraljeva palača, kjer se tudi hodijo tako kot Japonci recimo v te njihove svetišča in pa to hodijo tudi se Južnokorejci radi slikati v kraljeva palačo in tako naprej v tradicionalnih oblačilih. In te punce so bile tudi zelo vesele, da se lahko slikajo z mano. Vseeno, ne, tudi ko Južna Koreja, ne, razvita država, odprta država pa to, ampak še vseeno si zanimiv, ne. Ljudje te vidiš, da te gledajo, ne, prvič, ker si za glavo večji od vseh, ne, ali pa več, ne, in so pa tako zelo v bistvu, da bi te kaj vprašali, pa tako, ne, so pa zelo, so jih tako malo sramežljivi v bistvu, no. Mogoče tudi zaradi tega, ker tako kot Japonci, ne, tudi Južnokorejci v resnici znanje, sploh na Japonskem znanje angleščine ni tako samoumevno, kot je recimo pri nas, ne. Stražar v bistvu še v tej kraljevi palači. Gotovo ena izmed držav, ki me je najbolj zaznamovala, je bil Vietnam. Zato, ker so mojstri v tem, kaj vse lahko pelješ na motorju. Pa predvsem zaradi tega, ker sem si tudi jaz kupil motor. Na zdravje. V Vietnamu in sem se vozil v bistvu skoraj 2 meseca severni Vietnam, pa potem do sredine pa južni Laos in praktično celo Kambodžo. In Vietnam je življenje na ulici, ne. To je drugačna Azija recimo, kot je, bom tako rekel, saj tudi Japonska, zdaj sem pač videl Tokio, ampak tudi, ko greš malo ven iz Tokia, ne, saj ni tako vse porihtano, niso vseeno Azijci, ne, tam malo ležijo okoli pa tako, ne. Ampak razlika v tem, bi rekel, no, če bi malo karikiral, da na Japonskem je tudi ulica, ne, saj ogromno prodaja, ampak oni stojijo, imajo urejeno, tle pa na tleh, ne, dosti pač se dogaja stvari na tleh in mene to dejansko toliko fascinira, jaz bi v Vietnamu ali pa kakem, ne vem, v Tajskem pa v kakšnih takih državah bi lahko sedel 3 dni sam na ulici in gledal, kaj se tam dogaja, ne. Ker tam je v bistvu res life na ulici, higienski standardi pač taki, kot so, ne. Vse je frišno, to je, ne, zdaj moram pa priznati, da sem šel tu eno ulico jest in tam si vidiš, da pač nobenih turistov, samo domačini, pogledaš, kaj jejo, pokažeš, da bi imel isto, pol se usedeš in pogledaš, kako to oni jejo, ne. Zato, ker ti dobiš solato, ampak solata je drugačna kot naša, pol ti dajo tu neko limeto, pa tam je nek poper ali neka začimba, pa nekaj ti ne veš, kako naj zdaj to točno, in pol gledaš in pol ti on pokaže to in to ješ in je ful dobro. Vse je to domače, ne, in tako naprej, ne. Pol greš, pa že začne nekaj po želodcu, pa to, pa ne. Ena izmed stvari je, ki jih nisem vedel, dokler nisem spoznal enega Poljaka, ki živi v Vietnamu že dalj časa. Na ulici je res dobra hrana, ampak v resnici oni dajo v to hrano ogromno ojačevalcev okusa. In večina teh ojačevalcev okusa pri nas niti niso dovoljeni, pravzaprav so v Evropski uniji prepovedani, ne. In pri njih pa niso in dejansko ni dostikrat krivo to, da je zdaj to, saj to je, ne vem, skuhano in tako naprej, ne. Je s hrano vse v redu, ampak mi nismo navajeni na te ojačevalce okusa in zaradi tega dosti, na primer, tudi tujcev misli, da se je s hrano kot tako zastrupilo, ampak se je v bistvu bilo z ribo ali pa z nekim kosom mesa čisto vse v redu, ampak ali pa z vodo, ampak so se zastrupili zaradi teh ojačevalcev okusa, pa recimo jim je naredilo slabo, ne.
te ulice se kar navadiš, ne, in to moram priznati, da sem kar en časa, pol, ko sem šel z te Azije, v bistvu pogrešal, no, tega, da je vse takoj, če si lačen, pa greš tja, imaš nekaj, če rabiš to, imaš tam, pač ulica, ne. Azija je življenje na ulici. To sem pa jaz, pa moja Olga. Za tiste, ki ste brali knjigo, veste, ali pa bloge, tiste, ki ne, Olga to je drugače kitajski motor Sanel Sukida, 150 kubikov in me je stal od začetka $300, na koncu pa verjetno 700, so mi popravili vse skupaj, pa za 100 sem jo prodal, tako da dober biznis sem sklenil. Olga se mi dal pa ime zato, ker sem nekoč bral eno knjigo od Helgeja Pedersena, ki je tam v 80. letih potoval po svetu z motorjem in takrat je v bistvu z motorjem tudi še odkrival kakšne dele sveta, ker niso še ljudje to sploh z motorjem takrat potovali. In je rekel, kako naj poimenuje svoj motor. In je rekel Olga naj bo, ker Olga je taka trdo, živa, delovna ruska kmetica, ki vse zdrži, ne, in dela in te ne pusti na cedilu. In je dal on ime Olga in jaz sem v čast tej knjigi in njemu tudi ne dal ime Olga, ampak moja Olga ni bila tako trdoživa kot ona ruska kmetica, mogoče zato, ker je pač Kitajka, rdeča Kitajka, ampak po eni strani pa hvala Bogu, ker 15-krat, ko sem imel Olgo na popravilo, 15-krat sem bil doma pri ljudeh, ne. Popravi vse itak, tu v Vietnamcev je 90 milijonov, skoraj 100 milijonov je Vietnamcev, ne. In vsi vozijo motorje, saj to so samo motorji več ali manj na cestah, ne. In zato je tudi popravljalnica vsakih par kilometrov, pa vsaka 2 kilometra nekdo popravlja motorje in ti pač prideš domov k nekomu, on popravlja, ti vidiš, kaj on, ker to je, on zunaj popravlja, zadaj se že kuha, otroci so tam in ti v bistvu vidiš v tisti uri, kakšna je dinamika, ne, neke vietnamske družine, ker se ne moreš pogovarjati, ne. Velika razlika potovanja recimo v Latinski Ameriki, kjer sem se jaz naučil jezik in sem jaz v mesecu dveh pravzaprav vse razumel, kaj oni meni razlagajo. Tu ne razumeš, ne, in tu si pravzaprav opazovalec, nisi več toliko v bistvu vpleten v neko dogajanje, aktivno, ne. In je drugačno potovanje, ampak to, da sem kupil motor, je bilo najboljši odločitev dejansko za Vietnam, ne. To je sever Vietnama, na primer tam je cesta ob strani, ne, izjemno lepa pot Ha Giang. Saj recimo tudi turistov v resnici gre sem, ker je res taka zelo slikovita vožnja in se tudi splača iti. Ljudje ne vozijo hitro, 60 na uro se pelješ, paziti moraš seveda, ker so na cesti krave pa ono in tretjo, ampak res prav za dušo, no, je bil ta sever Vietnama in ta motor ti da tudi en občutek neke svobode, ne. Kdaj hočeš, lahko greš, kamorkoli lahko greš, se pelješ, priporočam, no. Ogromno ljudi recimo tudi, ko gre v Vietnam, grejo, ne vem, 14 dni, 3 tedne in na severu najamejo motor in ga v bistvu pri isti firmi na jugu oddajo, recimo ga v Hanoju najamejo, pa ga v Saigonu, ne, oddajo, ne. In to bi tudi nekomu, ki mogoče mu je všeč ta način potovanja, bi to priporočal, ne, ker res ogromno vidiš. In tudi drugače te dojemajo spet, ne, ko si Mekong, ena mogočna reka v bistvu, ki teče čez, mislim, da Vietnam pa Laos, pa pol tudi v Kambodži, ko sem jo večkrat prečil. Seveda z motorjem ti prideš pač v vse te dele Vietnama, tako kot jaz, ko sem se vozil, včasih se voziš kako uro, pa nobenega ni v bistvu. Vozil sem se po takih cestah včasih, ko ni bilo, mislim, niti, so bilo samo kamenje v bistvu, enkrat, res sem imel srečo sploh, da sem prišel kam, že bencina svalilo skoraj, vedno sem imel zvezani zadaj 2 plastenki bencina, če bi slučajno, ne, ker prideš tudi kam v kako vas, na primer, pa je črpalka, ampak nima bencina, ne. In pol imaš srečo, da ti kdo s tanka ven potegne ali pa ti napumpajo s kakim karnistrom malo ven, pa tak, ne. In dosti v bistvu Vietnam je tudi recimo še relativno, v neki deli relativno nerazvita država, recimo revščina je, nekako ne rečem. So pač pol otroci in še vedno kolo glavno prevozno sredstvo.
riž seveda, Vietnam, predvsem pa Kambodža, to so dežele motokultivatorjev. Toliko reklam za motokultivatorje, ko jih imajo tam, jaz nikjer nisem videl. In pol sem mislil, pa zakaj te motokultivatorje? Prvi zato, ker si jih ljudje lahko privoščijo, drugič pa, ker sem pol gledal, ker na vseh teh riževih poljih in vseh drugih lahko v bistvu delajo samo z motokultivatorji, zato ker kole vzamejo stran in take velike loparje, kakor recimo nek mlin na Muri, recimo, ne, taka kolesa nastavijo in s tem v bistvu po tej vodi in blatu v bistvu oni jo lahko obdelujejo to zemljo, ne. In tu sem v bistvu imel pa srečo, nekaj cesti sem se ustavil v bistvu domačine, ki so v svojih tradicionalnih oblačilih, v bistvu, ki obdelujejo polje. Ni pa bila takrat sezona, ko sem bil v Vietnamu, naprimer, ta Sapa Valley na severu Vietnama velja kot za ogled teh riževih polj in tega, ampak v tistem trenutku, ko sem jaz tam, je bila v bistvu žetev in to že mimo, tako da ni bilo tako lepo, ne. Hrana spet v Vietnamu, moram reči, je ena izmed stvari, ki je ugodno, se lahko v Vietnamu zelo dobro je in res različne stvari, ne, in to naprimer tak ob ulici, kar ti vrže na grill, kaj bi rad imel. Je pa res, da sem jaz v bistvu zraven tega gostilne sem imel pol ta pač hostel oziroma neke sobe in sem jaz ugotavljal, da ta tip to ponedeljek pripravi in pol on to cel teden daje v hladilnik pa ven, pa v hladilnik pa ven, pa v hladilnik pa ven. In zdaj, če ti prideš v ponedeljek, je v redu, ali pa v torek. Če prideš ti v četrtek, tako sem prišel jaz, ni v redu, ne. Mislim, dobro je, ne. Sam spet driska, ne. In pol moraš da ne moreš ti to not pa ven, ne, da daš enkrat, dvakrat, pol je pa konc, ne, ampak on pač dokler ne porabi, da zmrzne, pa čez dan se spet zunaj segreje. Mogoče to je v bistvu, sploh v Kambodži pa v Laosu, v bistvu imajo hiše, žal nimam večje slike, ko so v bistvu spodaj je delavnica ali pa se dela in hiše so pa dvignjene dejansko, ne, in greš po stopnicah gor, 3-4 metre so dvignjene in zgoraj v bistvu so bivalni prostori, ne, spodaj pa je motor parkiran in tako naprej in tako naprej. In čeprav v bistvu to izgleda kot v Vietnamu ali pa tudi v Laosu, v Kambodži kot ena pač tako nedostopno, pa to dejansko v Vietnamu sem bil presenečen, vse posod dela internet. V največjih, ampak oni na primer niso nikoli, oni so preskočili to optiko, ko smo mi vlekli pač po tleh, ne, oni imajo pač vse brezžično, ne. Imajo pač te oddajnike in imajo brezžični internet tudi za pač, tako kot imamo zdaj na telefonih. In dejansko res, tudi v takih zabačenih seljih bi človek rekel dejansko, če je tam nekaj in internet pravzaprav 3G deluje in lahko uporabljaš. To so tudi v eni vietnamski vasici, v bistvu tam čist zraven laoške meje. Otroci. To je ena slika v bistvu zraven enega mesteca ali pa v bistvu take, bi rekel, bolj pa niti ne letovišča, ampak obmorskega mesteca, v bistvu Hoi An, kjer sva z eno Nizozemko, ko sva se srečala, sva tudi 14 dni skupaj potovala na motorju, sva še preživela tam par dni, tako malo bolj turistično recimo, no, in ni bila ravno neka turistična sezona, ampak jaz bi svetoval vsem, ne, ker vsi pravijo, da moraš iti v Azijo pozimi, jaz bi dejansko svetoval, da se gre tudi poleti, ker je ful manj ljudi, dežuje vsak dan, ampak dežuje pol ure ali pa 1 uro in potem je spet nazaj toplo, tako da je tam dejansko, je verjetno boljše kot takrat poleti, ko vsi Evropejci pa drugi pozimi derejo v ta del. Tako kot v Vietnamu, čeprav tam, sploh pa v Laosu, naprimer pa v Kambodži, ogromno teh templjev različnih, moram priznati, da nikoli nisem pravzaprav zdaj toliko raziskoval recimo teh njihovih vrstev. Vem pa naprimer tudi za Japonsko recimo, ne, da je ogromen vpliv dejansko teh stoletja nazaj so imela v bistvu, bom rekel, takrat
neki kitajski religiozni nauki v bistvu na celotno to jugovzhodno Azijo, pa tudi naprimer na Japonsko, ne. In iz tega so se pol razvijala pač različna, v bistvu različne veroizpovedi, ne vem, taoistične, laoistične in tako naprej. V Laosu sploh recimo je ogromno teh templov in komot lahko greš pogledat, so tudi menihi prijazni, če znajo kaj angleško, ti kaj razložijo, ne, se pač malo sprehajaš. Drugače predvsem seveda, ne, kot je pri nas. Pa Buda, ne, Buda je vse posod in v vsaki vasi rečejo, da imajo največje Budo, ne, in dejansko res pač prideš v vas, kjer ni vse skupaj nič, ampak na hribu je pa 10-metrski Buda, ne, and it's the biggest one, ne. In pol čez 30 kilometrov je 12-metrski Buda and it's the biggest one. Jutro, Angkor Wat, zdaj to je tako pač, vsi rečejo, da moraš izjutraj, kaj manj ljudi, pa dejansko je resno, če greš tisto prvič, takoj kot prejo, je manj, seveda to je eno izmed čudes sveta, ne, ki ga je tudi v bistvu fajn in vsem predlagam, da ga obiščejo. Ni pa Angkor Wat samo, Angkor Wat mi vsi poznamo, ne samo za Angelina Jolie pa Tomb Raider, ampak dejansko je na vsem tem območju je ogromno takih ostalin pravzaprav iz tistega časa. Kambodža je bila v času recimo Kamboškega imperija, je zajemala Kambodžo, velik del Vietnama, velik del Laosa, tudi velik del Mjanmara oziroma Burme in tako kot imajo, ne vem, neke države, ki so nekoč bile večje, pa so zdaj manjše, ali pa ki je bil nekoč imperij, pa zdaj ni več, tudi pri njih recimo je to nekako zagreznjeno v njihovo zavest, da so oni bili nekoč mogočna kraljestvo, mogočna država, danes so pa pravzaprav dokaj revna, nepomembna recimo država in v svetu in v jugovzhodni Aziji, ker v jugovzhodni Aziji je nesporno v bistvu regionalna velesila Vietnam, ne, pa Tajska na drugi strani, ne, ampak vojaško in tako naprej predvsem Vietnam. To se slikajo punce, da potem pač za turiste, ampak se je lepo tudi videti, no, kako so včasih. Ta fant, ki sem ga srečal, je govoril zelo dobro angleško, ko so me zraven k mizi povabili, on je vodja Transparency International, torej organizacije za boj proti korupciji v Kambodži, ne, ampak je rekel, da oni imajo še za milijon let dela, ne, ker tam je rekel, to je vse podkupljeno, to je res neverjetno. No, in so me zraven potem povabili, pač, da z njimi jem in tukaj sem jedel kravje možgane. Ena izmed najboljših stvari, ki sem jih v lifeu jedel, so kravji možgani. To je tako lepo mehko, kot en žele, lepo samo tako z žlico. In je res, mislim, jaz nimam teh zadržkov pri tej hrani in pač potem to vse pač probam. To je pa v bistvu, to je pa tako v bistvu tak čeber in noter dajo neko zrnje, ki fermentira in je v bistvu alkoholna pijača. In potem dajo noter te slamice in v bistvu to si naročiš k mizi in potem vsi iz tega ven pijejo, ne, in pač iz časoma so pač tudi malo pijani, ne, ker je to pač kot neko, mogoče ima kak alkohola, kot kakšno pivo pa to, ne. Ampak vsi pa predpovedujejo, da bi pihal noter, ne, češ da, ali pa da bi špukal noter, to se potem hecajo, da je on špuknil noter pa pljunil, ne, in tako. Moram reči, da so v Kambodži, sem pa opazil recimo proti Vietnamcem, da so bolj želčni ali pa bolj si želijo stika z tujci. Bolj pridejo do tebe, bolj te kaj vprašajo. Tudi recimo znanje angleščine recimo je boljše kot tam. Pa tudi v Laosu sem bil presenečen, da dejansko, ko je majhna država, pa ne, da so govorili relativno dobro angleško za neko sporazumevanje, ne, ker tam ti druga ne preostane kot Google Translate, ne, če drugače ne gre sploh v teh manjših vasicah, ne. To pa je na tržnici v Bangkoku. Tole čist na desni, tiste, sem probal tistele, v bistvu je tak, ne, da to ima okus po tem, kar je glazura gor, ne.
vse ostalo nima v bistvu tak. Ampak to ni tam za turiste, jaz sem tako mislil, da se to ni tam nastalo, ampak dejansko res ljudje pridejo in si naročijo vrečko tega in gre z vrečko tega in pač to je, ne, tako kot pač imajo zraven tudi druge stvari, ampak dejansko jedo tudi to čisto normalno, pa ni to zdaj tista poceni, ne, saj imaš tudi druge nam bližje, a pa jedi, ki bi jih tudi mi jedli, pa so cenejše, ampak to dejansko pač jedo. Tetoviranje v bistvu še na iglo, to je moglo strašno boleti, pa mojem sploh tu ob strani, ogromno so v bistvu v Bangkoku sem videl, pa tudi generalno so Azijci v bistvu imajo porisana telesa in moški in ženske oboje. Indija. Zdaj sem naredil sicer eno krivico, ne, ker ni cela Indija takšna, pa tudi v bistvu razen Bangkoka v Indiji nisem videl. Imam eno prijateljico v Bangkoka, Mumbaja. V Mumbaju imam eno prijateljico, Indiko, ki je pred leti couchsurfala pri meni v Ljubljani, ko je potovala po Evropi in sem jo šel zaradi tega tudi obiskat, Aishwarya, saj bomo kasneje videli. In Indija je pa pač država nasproti, ne. Tukaj je vsrano in reveži in vse, ne, tam na primer na drugi strani bi pa lahko bili pa nebotičniki pa Svetovne banke in vse tipi-topi, no. Ampak je pa res, no, da tako da rečejo, da je problem Indije pač to, da so smeti in tako naprej, dejansko tudi v Mumbaju vidiš, da je res, ne, to si težko si res predstavljaš, v kakšnem ljudje živijo, ampak mi si to težko predstavljamo, ne, Indijcev 1,3 milijarde. 1,3 milijarde, ne. V tem delu Mumbaja živi toliko ljudi, ko jih živi v Sloveniji, ne. Pač to je nepredstavljivo in ljudje se pač selijo v mesta, prostora ni, infrastruktura ne dosega tega, še zdaleč ne dosega tega pritoka ljudi in zato pač drugače v resnici ne more biti, kot je, ne, gužva na cesti je non-stop, to je. Tam sem se prvič počutil, da ko sem bil v hostlu, vse hostle sem imel pa tudi v neki taki zabačeni ulici, da zjutraj so tako, ko si prišel dol, so podgane prvo šle stran, ampak tam je bilo mirno in pol si tako vdihnil in si odprl vrata, ker si vedel, da od takrat pa do ko priješ nazaj, ne bo non-stop gužva in je non-stop gužva, non-stop so zraven ljudje, trobijo, vse priješ na cesto, rikša ob rikši, avto ob avtu, oni prodajajo en ob drugem, vedno se nekdo v tebe ruka in to se moraš navaditi, to je, pač njih je 1,3 milijarde, ne. In to so taka mesta, da oni živijo čisto drugo življenje. Pri njih na primer se zdi, da je pri nas prazno, ne, da pri nas sploh ni ljudi, da kje smo si doma. Ta na levi strani je Aishwarya, ona dela v eni finančnem podjetju, ima v bistvu dobro službo in tako naprej in ona koristi recimo 17 dni dopusta na leto. Tudi Japonci recimo so znani po tem, da koristijo zelo malo dopusta, mogoče 10-12 dni, ne. Ker na Japonskem recimo je tako, da ti ne smeš vzeti več dopusta kot tvoj nadrejeni. In če imaš ti nadrejenega kot deloholika, pa vzame 17, moraš ti vzeti vse ne 3 manj recimo, ne. In to pač. Tu je na nek način podobno. Indijci pri njih je toliko ljudi in je taka konkurenca, da je Aishwarya razlagala, Jan, jaz sem v naši firmi, neki multinacionalki, relativno visoko, dobro delam, imam dobro plačo, dobro živim in vse, ampak jaz sem zamenljiva jutri, ker takih ljudi je v Indiji 20 milijonov. To se mi včasih ne zavedamo. V Sloveniji je toliko malo ljudi, da ti dejansko lahko neko stvar počneš, pa saj so vsi zanimljivi, smo zamenljivi, ampak ni tako enostavno najti ljudi. V Indiji najdeš takoj. In ona je edina, ki si upa vzeti edina, ki si upa vzeti 20 dni dopusta na leto. Ker pač upa to tvegati, da jo bojo zamenjali, ampak je pač ne. Ampak je rekla, Jan, jutri me lahko. In pač ne vzamejo, ne. In ona recimo pa vzame, ne. V Indiji je ogromen pritisk tudi na ljudi kot take, zaslužek, status in tako naprej. Še vedno so v resnici kastna družba, ne. Tudi na primer vidiš, kako se pogovarjajo, ne.
kako se nekdo, ko pride v restauracijo, pogovarja z kelnarji. Ni v resnici tako, saj jaz sem imel občutek, da ni to tak spoštljiv odnos, ampak je tako, ne. Zvihtaj, ne. Še vedno je to, tako sem se jaz imel nek občutek, ne. Prvi in drugi razred v vlakih v Mumbaju sta enaka, ampak razlika je samo v tem, da v enem je manj ljudi. Ti kupuješ prostor, ne, ker v drugem razredu, ne vem, na primer rekel stane evro, se vsi drenjajo. Prvi razred stane 2 evra in zdaj, ker si ga ne privoščijo, imaš več prostora in ti v bistvu kupiš prostor. Ne tako pri nas, ko imaš nekje spalnik, tam ga pa nimaš, ne, imaš pa klop, ampak tu kupuješ prostor, ker je toliko ljudi in prostor stane. Afrika, zdaj smo pa že proti koncu, tistim, ki se mudi. Ta slika mi je zanimiva, fotografija mi je zanimiva, sicer tukaj ravno, ko stojim, me je hotel en oropati in to je bilo drugič v celem potovanju, da so me hoteli oropati. Pa sem vedno nosil denarnico, celo potovanje sem imel denarnico normalno tako v žepu pač, nikoli nisem imel nekega unega pasa ali pa nekaj v žepu pač. Vedno moraš imeti v denarnici $20 ali pa proti vednosti neke domače valute njihove $20, ker če nekdo pride in te vpraša, ne vem, pride ropat in reče daj mi denar in rečeš, da ga nimaš, ti ne verjame, ker ti moraš imeti denar. In ti moraš vedno imeti $20, ker to bo za njega dovolj in te bo pustil. No, tu je v bistvu, mi je tako že malo viselo ven, pa je prišel en mimo in mi je vzel samo sebi nek junkie, po mojem, nekaj takega, ampak potem so prišli zdrav neki domačini, Ugančani, to je v Kampali in me je pustil na miru. Ampak jaz sem pa imel v bistvu v roki kamero, ne, ker sem s kamero tudi fotografiral. Ena izmed stvari, kaj tukaj, naprimer, kaj sem jaz opazil v tistem trenutku, da tu ni dobenega belega človeka. In zdaj vidim, kako se naprimer počutijo kaki, ne vem, temnopolti Američani, recimo, ki pridejo v Slovenijo, ker v Sloveniji pač ni dobenega, v Sloveniji smo samo beli, v resnici. Mi mislimo, da ne, ampak mi smo beli. In tu je enako. Ti hodiš tukaj in vsi te vidijo, ker si ti tisti, ki si drugačen. In to je kar tak hecen občutek, ko v bistvu vidiš, ker se moraš delati, da si ti isto črn kot oni, samo nisi. In vsi vejo, da si ti tam in glej ga turista, ne. Ampak jaz sem se pač tu klatil, ne, po teh, ne, in tako pa vse so ljudje ful prijazni pa to, ampak vseeno zadeva je taka, finančna razlika, tu so ljudje, ki res nimajo nič za jesti in finančne razlike so tako velike, da v resnici bi celo tudi težko zdaj komu zameril, da bi te oropal. Če pa nima nič, ti imaš pa $30 v žepu, recimo, pa jih lahko zapraviš, pa na bankomat lahko greš, pa karkoli, ne, in zato tudi malo razmišljaš na tak način v bistvu, no. To smo šla z enim Savdske Arabije, je bil en fant, ko sem ga spoznal v hostlu in smo šla v Nairobijski muzej na zdravje. Pa se mi je zdelo tako zanimivo, v bistvu, ne, tukaj vidite čisto detne punce, naprimer, to so osnovnošolke, ne, že ima otroka in tako naprej. Še vedno je dejansko z tega nekega, pač jaz to malo tako sociološko gledam, ali pa mogoče evropocentrično, ampak izobraževanje recimo v Afriki pač je res, to je velika, velika težava, ne, in potem, ko smo šli naprimer naprej na to je eno ugansko jezero Bunyonyi, naprimer tu so ljudje, ki sicer imajo mobilni telefon, ampak to je tisti stari mobilni telefon, ker imajo tudi prek tega neko banko narejeno, pa tako, to pri njih tako funkcionira, ampak to so ljudje, ki so res, res verni, ne. Oni berejo Biblijo maltene tako, kot je bila napisana, ne v nekih prispodobah, ampak tako, ne. In naprimer tale fant recimo tukaj, ne, ta desni, to mislim, da bi bilo ime Tom, on ni verjel, da pri nas župniki kadijo. Da to ne more biti res, duhovniki ne morejo kaditi, ker on ne kadi, ker on je zgleden kristjan, ne. In v njihovi hiši noter so podobni in tako so vsi dejansko res ogromno, zelo, zelo verni in tudi ne poznajo, saj se ne morejo v bistvu v teh kaj dosti izobraziti, naprimer, to so še vedno kraji, ker v resnici
si srečen, če imaš neko izobrazbo, da znaš brati, pisati, ne, da znaš računati, ne, da lahko kaj prodajaš na tržnici in tako naprej. Razlagal mi je en Slovenec, ki tam živi, naprimer, da imajo predvsem, na primer za ženske Afričanke, ne, imajo prav jih šolajo, ker tudi ene pridejo, nekaj predelujejo doma in pridejo na tržnico in ne znajo postaviti cene. Njim ni jasno, kako to trgovanje funkcionira in jih v bistvu izobražujejo v teh zelo, zelo osnovnih zadevah, da dejansko lahko pač živijo, da lahko prodajajo, da jih ne vsak o 15 ne znajo kaj prebrati, koliko je nekdo plačal in koliko je plačala in koliko zahteva in tako naprej. Tu sem srečal oba sta z Ruande in sta v bistvu v Ruandi je še vedno dokaj nemirno in sta prebežala v bistvu v Ugando in sta pri Mihi, pri temu Slovencu, ki ima tukaj tak en resort, sej to ni monden resort, to so hiške pa tako, ne, in on dosti s tem lokalnimi, dela z lokalnimi ljudmi tam, sta njemu v bistvu pomagala pri turističnih vodenjih, no, in se tudi mene v bistvu enkrat po jezeru smo peljali in smo pač šli potem obiskati te domačine, ki pač živijo ob tem jezeru, da malo razložijo v bistvu svoje življenje, no. In vse vidiš, ne, Afrika je, ampak je nekaj, tako vsi pravijo, da te v Afriki, da se nekaj dotakne, ne, pa se te, ne, ker Afrika je pa res še, mislim, če kaj pristno je, pa še tam pristno, ne, to so nepokvarjeni ljudje, ne. Ti ljudje nimajo slabih misli v resnici. Tega mi v resnici, po mojem, mislim, slabih misli, ampak tega mi v resnici ne poznamo, ne. To, tako sem imel občutek, da to so čisti ljudje, koliko so lahko, recimo je lahko duša še čista. To je še vedno pač, ne, vse tle ljudje živijo noter, ne. Saj oni imajo tudi noter, ne vem, kakšen ima celo kako staro televizijo in tako naprej, ne, ampak ja, to je še vedno v bistvu, tle ljudje živijo, ne, ni to tako narejeno za turiste, ne, to pač je hiša. Tudi na primer izobraževanje, ko sem rekel, ne, na primer ti fantje so ravno prihiteli iz šole, ne, pri njih je še vedno svinčnik pa zvezek, ne, to je to, kaj pač imaš, ne, zdaj pa če mi primerjamo na primer z našimi otroci, kaj imajo v osnovni šoli, ne, kako naj ta tekmuje, ne more, nobenih pogojev nimajo za to, na žalost, ne. Ena izmed stvari, ki je bila zelo, s katero sem tudi odštel dosti denarja, da sem lahko videl, pa mi res ni žal, so gorske gorile na tromeji med Kongom, Ugando in Ruando. Skoraj že izumrla v bistvu vrsta živali, ampak so jih uspeli v bistvu v zadnjih, mislim, 15 letih toliko zaščititi, da je zdaj pravzaprav že nekako populacija ima nekaj 100 primerkov, če prav se spomnim, in v bistvu živijo, so zaščitene, jih ne streljajo več, in ti v bistvu greš enkrat na dan se lahko gre, skupina 8 ljudi, ne več, in te v bistvu peljejo, oni imajo sledilce, ki sledijo v bistvu tem gorilam, ker gorile vsak dan drugje spijo. In oni jim sledijo in imajo dve skupini, kateri sledijo, zato da se skupine tudi malo navajene na človeško bližino, ne, ker, ne vem, ta silverback, ne, to te zdrobi, ne, to so, mislim, to je, nima šans proti temu, ne, se zato so tudi oboroženi zraven, da začnejo streljati, recimo, da jih bi pregnali, če bi bilo kaj, in ti v bistvu lahko greš tja, prideš zraven in v bistvu lahko jih opazuješ 1 uro, tudi za njimi greš, recimo, če se premakne, ampak po 1 uri se moraš umakniti. In jaz sem imel ful srečo, da je ta Tamali, ki se zdaj tam na Ziski gor nekaj trudi, je bil pač tak malo radoveden in smo bili, mogoče on je bil tam, ko je tista noga od platna, jaz sem bil tukaj in je prišel in je gledal tak in je v bistvu se me je tukaj dotaknil in pol je mama nekaj zabrundala in je šel hitro nazaj in je pol prišel še enkrat, ampak se jih ne smeš dotakniti. Ker mi pa gorile smo si v bistvu v 99% genetsko isti in lahko naše bolezni preskočijo nanje. In zato pravzaprav je dotik v resnici prepovedan. Samo jaz se nisem mogel kaj, pa malo sem ga pa božal po roki. Je pa tudi v resnici zanimivo, ker ona, ki nosi tega svojega otroka, pa to je tako naša mama, ne, mislim,
podobnih, ne samo, da ti je vizualno, naprimer, nekak, ampak tudi, kako se obnašajo in tako naprej, je nekaj človeškega v resnici, ne, če bi tako rekel v teh živalih, no. Potem za konec v bistvu sem šel še na safari, Masai Mara, National Park, to so Masaji, pravzaprav. In lepo, izjemno, no. Pač Afrika, to je kontinent, ne, ki ga mi res ne poznamo in ki skriva toliko lepote v sebi v bistvu, ne, toliko neodkritega, recimo, sploh z nekega turističnega vidika in tako naprej. In tle v tem rezervatu, saj to se voziš, ne, to ni zdaj, da ti prideš, saj ti, ko prideš noter v rezervat, ti takoj to, ne vem, po 10 minutah vidiš v resnici leva, ne, ampak ta lev je tako že malo navajen, da je tam, ampak če hočeš videti, na primer, nilske konje, ne, se voziš 3 ure, ne, da prideš do ene reke, kjer so nilski konji, pa potem so tam sloni. Hijena jo vidiš, ne, mi smo videli eno, recimo, ne, vidiš pelikane, gnuje, Thompsonovo gazelo, drugo gazelo, zebre, žirafa in moram v bistvu reči, da vsi, ne, ko greš tega leva in tako naprej, ampak mene je najbolj fascinirala v resnici žirafa, ne. Žirafe so, saj tle imam, evo, žirafe so, žirafa je res velika, ne, mislim, to ni tako 2 metra, ona je res ogromna, ne, to je, veš, to tako, ko pride mimo avtomobila, ne, saj one so vedno v skupini tako, ko grejo, ne, to so res ogromne živali z temi vratovi. Slon seveda, ne, to je savanski slon, recimo, teh sta skoraj 6 ton. Naprimer, tako je indijski slon, recimo, je 2 tone, nekje tam manjši, recimo, ne, precej manjši slon kot afriški savanski slon. Videli smo pa tudi nosoroge. In nosorogi, čeprav so praktično tanki, ne, oni so tako plašni. In on v bistvu tako gre in pol tako malo pokuka ven izza grma, ni avta, in hitro spet gre, ne, pa on bi lahko avto prevrgel, ne, ampak je tako zelo plašen, tako zanimive živalce. Konec Kilifi na kenijski obali, pesek. Tukaj sem se v bistvu odločal, ali nadaljevati potovanje, iti domov. Denarja ni bilo več, recimo, ne, pač za kak mesec bi še bilo, ne, ampak to je bila pač odločitev, zdaj pa nekam delati, ne, nekaj zaslužiti, ne, ali pa iti domov, tako kot je bil neki plan, recimo leto dni, ne, to je bilo zdaj 13 mesecev potovanja, ne, in sem se v bistvu nekako odločil, da je bilo dovolj, pa ne bi tako rekel, da bi, v resnici nisem toliko pogrešal doma, koliko sem v potovanju spoznal ljudi, ki so na nenehnem potovanju, ne, travel junkie, ne, ti lahko v resnici postaneš od tega odvisen, ne. In sem se v bistvu bal, da če bi jaz zdaj ne šel domov, bi še v bistvu zdaj verjetno potoval. Saj, mogoče ne bi bilo nič narobe, ampak mi ni žal v bistvu, no, da sem se tako odločil. Ampak bi se znalo biti, da bi se tako zgodilo, ne, ker sem na potovanju srečal ogromno ljudi, ki pač so z doma leto, 2, 3 in ko ti leto, 2, 3 potuješ, sploh po teh nekih državah, pa po Afriki, pa to ti težko prideš domov v tale naš lifestyle, ki ga imamo. Zelo težko in tega sem se v resnici malo bal, no, da bi kje ostal. Tako da sem šel pol na avion in sem šel domov in to je še mogoče neka zadnja slika, ki tudi malo pove o občutkih tega enoletnega potovanja. Hvala lepa za pozornost, upam, da vam je bilo zanimivo.